Čakaj, dajmo probati reči, kako? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dame in gospodje, z mano je. No, rečete še vi nekaj. Dame in gospodje, z njim sem. Bravo. Moje bo to kar super. No, pa sem te začel. Takle, sam poglej, če sem jaz noter v kadru, lepo mi glavo reže, sam to poglej. Vredo je, ne? A to ne bi da malo dol? Lahko. Ne vem, zdaj to je ti, a sad tako. Kaj smo, mama preveč lufta? Tudi jaz? Ja, tudi ti. Čakaj, jaz sem večji mal, ne? Ja, to vem. Lahko da imamo takle. Lahko, ja. No, čak da vidimo. Ker prej sem jaz delko, da meni malo hoče glave rezati. Kak je zdaj? Me zdaj bi gledala ona slika zdaj, ne? Mislim, to. Ja, sej bo, zato da vam bo pokazal. Kako zgleda. Mislim, čakaj malo. Ja, če se sprašuješ, če v Švedu. Mislim, čakaj malo, ne? Mislim, čakaj malo. Človek se znajde no, da vidimo, in on ga kritizira. To pa bo v redu, ne? Hvala, Janja. Ok. Zdaj imamo sam sreče, ker sem jaz v avtu pozabil en mali listek, ko sem je nekaj napisan. Da sem pa del, lahko da tistega listka ni, tako da če sem kaj pozabil, je to zgolj sreča. Ne slaba stvar. Ja, je bilo kaj tazga neprijetnega. Ja, ok. Dajmo vzemiti. Bolj, da ni, ja. Ja, ok, takole. Dame in gospodje, dobrodošli v še en podcast Brez dlake na jeziku, kjer smo se znašli v živo iz pisarne slovitega evropskega poslanca, gospoda Marjana Šarca, ki je v svoji karieri iz vrhunskega komedijanta in še boljšega imitatorja v politiki dosegel praktično vse, kar se je dalo. Postal svetovni prvak štarterjev za vodne topove in še marsikaj. Meni je v veliko čast, da sem se znašel zdaj tu v tej krasni pisarni, kjer je tudi Marjanova, kako bi rekel zdaj to, PR-ovka Janja, v katero sem se jaz malo zagledal in bomo to na začetku razčistili, kakšne so opcije. Ne? Torej, gospod Marjan Šarec, lepo zdrav in dobrodošel v moj podcast. Ja, zdravo, hvala za povabilo, bom rekel, ne. Zdaj nisem se nikoli predstavljal, da bom midva kdaj delala pogovor. No. Jaz sem upal, da ne, ampak je naneslo tako, da se je to zgodilo. A je šlo že tako slabo, ja, da je bilo treba ne, brez heca mi je v veliko čast, ker sem bil pred mnogimi davnimi leti vaš fan. Zdaj bom rekel, ne spremljam več tako, kaj počnete. Vem, da ste, da ste evropski poslanci, o tem bomo debatirali, ampak če začnemo v tem, kar se je meni takrat močno dopadlo, ne, ta vaš sloviti serpentinšek, se spomnim, ne, to je bila kultna zadeva, ne, to vem, da smo se vsi smejali, pa te vaše vrhunske imitacije, ki ste jih pol vi kar nenadoma prekinili z politiko, županjevanjem Kamnika in tako naprej. In če vas vprašam, no, kaj je v vas se zgodilo, da ste rekli, zdaj pa ne bom več komedijant, zdaj bom pa resen politik in resen in odgovoren človek? Ja, zgodila se je izvolitev, ne. Jaz sem bil pač povabljen v to tekmo, naj kandidiram strani bivšega župana, sem bil nekako povabljen. Sicer kasneje sem prišel do tega, da bolj zato, ker so hoteli, da malo glasov poberem kot znana osebnost, ni pa bilo ravno jim potem želja, da sem izvoljen, ker nisem ravno se podrejal, ne, saj veste, ko je nekdo dolgo potem ata za pečjo, bi še malo komandiral, ne, jaz pa tak človek nisem bil, sem rekel, če bom izvoljen, bom pač potem sam vodil ali kakorkoli. Seveda v sami kampanji sem že dal obljubo ljudem, ker takrat je bilo seveda argument nasprotnikov največji, da kaj bo Afne Guncev in ne vem kaj vse. Sicer ne vedo, da je to resno delo, pa gor pa dol, ampak pustimo, to sem že zdavnaj obupal, da bi komorkoli to dotajčil, po domače povedano, ker imava bolj tak pogovor, lahko sva bolj kanček, bolj sproščena. Predvsem vi ste lahko, ja. Jaz sem itak, ne. Ja. Vi ste itak, ja. Vi ste samo za popolnoči in tako naprej. Ja, no, skratka, to se je zgodilo, potem sem ljudem dal obljubo, da če bom pa izvoljen, bom pa
delal samo župansko delo, ne, in te obljube se držim še danes, ne. Tudi sem te narave človek, da ne želim delati 1000 stvari naenkrat in tudi si ne predstavljam, da bi bil nek funkcionar, ne vem, v petek zvečer bi pa nekje nastopal, pa ker to ljudje, mislim, jaz že znam preklapljati, pa vem, kdaj je kaj, ne, ljudje pa ne. In ne bi to šlo, no, tako da to se je v bistvu zgodilo. Potem se je zgodila izvolitev in ko sem bil izvoljen, sem dejansko, čez noč zamenjal profesijo. To je bilo leta 2010. Ampak če smem, ne, vseeno, ne, ko ste pa šel kandidirati, ste rekel, dobro, da bi mogoče malo zmešal štrene, ne, kot znana osebnost, ampak vseeno je mogli neki v vas nek preklop, da ste sploh se to, ampak prisil vas niso mogli. Ne, to so oni mislili, da bom samo malo tako. Ne. Zakaj ste bili za? Zakaj ste bili za? Ja, po pravici povedano, zato ker sem rekel, prvič, politika me od nekdaj zanimala, ne, sem spremljal zadeve, po drugi strani sem pa rekel, dajmo poskusiti, mogoče bo pa tudi kaj novega, ker vse veste, tudi tiste profesije se naješ, ne, se tudi, pa bil sem zaposlen na RTV takrat, pač nov izziv in sem se ga lotil, ne, tako da ni tudi, bom rekel, moje nastopanje in igralstvo in vse, kar sem počel, tudi ni tako enostavna zadeva, ne. Zdaj tudi vidimo, to je isto kot pri muziki, ne. Nekateri bendi, ne vem, zdržijo skupaj leta in leta, nekateri hitro razpadejo, ne. To je težko delo, ne. Isto je pri igralstvu, isto je kjerkoli in zato sem sprejel nov izziv. Ampak recimo, ne, to mi je bilo vedno ta fascinantno pri vas, dobro, ni nujno, da so zdaj komedijanti tudi privatno zabavni, v večini primerov gre za depresivne ljudi, resne ljudi, zdaj ne vem, kako ste bili vi, ampak kako vam je ratalo, recimo jaz sebe razmišljam, ne, ko se tudi dosti hecam, da bi kandidiral za neko zgodbo, kako bi se zadržal, da ne bi po domače rečeno spet pizdari delo, ne, pa šel na nek sestanek, pa se začel norca delati, pa noret, ne, kako je vam ratalo, da ste dejansko pozabili tudi na vse zadnje, na vse te slovite like, nekatere pridemo potem, ki ste jih imitiral, pa tudi ta vaš izjemen smisel za humor, ki ga sicer še vedno imate, ampak je zdaj bolj eleganten, bolj umirjen. Ampak kako vam je ratalo, vas je prijelo kdaj butnati ven kako traparijo, pa ste vedeli, da ne smete? Ne, zato ker za nekega igralca, nekega šolanega igralca načeloma to sploh ni vprašanje oziroma ne bi smel biti problem, ne, ker ne vem, jaz še zdaleč ne bo narobe razumljeno, da se jaz hočem primerjati z Louisom de Finessom, znamenitim francoskim komikom, ampak tudi on je bil v privatnem življenju, ko sem gledal njegov dokumentarec, praktično se rekel, no evo, sej potem jaz nisem tako grozen. Ne, se pravi, pa Robbie Williams, če smem uskočiti. No, ja. Pa on tudi, ne, se pravi, on je razlagal sam, kako ga večno nekaj skrbi, kako večno nekaj, potem rad je vrtnaril, pa tam pa sam bil, pa odmaknen, pa nobenega zraven, pa to. Skratka, taki smo ponavadi, igralci, zlasti tudi komiki, ne nazadnje, zelo mi je žal, da je zdaj umrl Gene Hackman, ne, tudi izjemen igralec, ki ga... Eden najboljših zame je on... sam vrhunec in seveda ne smem pozabiti Clint Eastwooda. To sta mi dva taka igralca, ki sta resnično top of the top in mi je žal, da je umrl, ampak tudi on smo lahko zdaj prebrali zadnja leta, živel odmaknjen in tako naprej. Ne? Skratka, to sploh, me mnogi sprašujejo, kako se zadržiš, se mi ni treba, ker tisto je igra, ne? Tisto je igra v privat življenju ali pa ne vem, nekje druge pa ne čutiš te potrebe, da bi karkoli izvajal. No, ker ta zgodba potem recimo mene, če ostanemo pri teh županskih zgodbah, recimo Arnold Schwarzenegger, ne? Veliki akcijski junak, je postal guverner Kalifornije. Tako. Da ne govorimo o Ronaldu Reaganu, ki je igral v mladih letih v filmih z opicami, potem pa je postal celo predsednik ZDA. In tudi
guverner Kalifornije. No, prej. evo, ne. Tako da- Se pravi, da tu sem jaz neko paralelo, takrat ne rekel, če lahko Reagan. In celo zakaj ne Clint more- Eastwood je bil ja, župan. Melpasa, če se ne motim. Karmela. Karmela, pardon, vidim, da veste več kot jaz. Mislim, da je čas, da grem. No, v glavnem, ampak hočem reči to, ne, da to v tujini je to bilo bolj znano. Zdaj se pri nas morda spomnite, so bili primeri, ko so kakšni igralci, komedijanti, karkoli kandidirali, ampak prav dosegli mesto župana, ne vem, potem mesto šefa slovenske vlade, obrambnega ministra, kandidirali za predsednika Slovenije, skoraj premagali Boruta Pahorja. Ne? To pa niso male zgodbe. Ne? Je to edinstven primer? To sem raziskoval, pa mislim, da je edinstven primer. Mislim, da je kar edinstven. Ja, mislim, da je kar edinstven. Je pa tako, ne, ljudje se temu čudijo, ampak res v tujini to ni tako nenavadno. Tudi ameriški igralci, Gene Hackman in podobni, to so bili včasih delavci v pristaniščih, ne vem kaj, in potem so postali igralci. Ne. Skratka, ljudje si tudi ne predstavljajo, da za igralca, ne, ljudje si predstavljajo igralce, da so butasti, da so pač, ne vem, da so tako kot gledajo telenovele pa te zadeve, pa da so, da pojma nimajo pa to, ampak seveda vsak igralec, če se želi v nekaj uživeti, mora tudi kaj vedeti o stvareh. In zato igralski poklic se to dojema pri nas, da iz tega poklica pa ne moreš nekaj postati nekaj ala politik ali karkoli, ne. Ampak to je poklic kot vsak drugi in slovenski igralci, ne, jaz sem ponosen, da sem dokončal Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo in se uvrstil ob bok tistim, ki so tudi diplomirali na tej akademiji. Ponosen sem, da je bil Boris Kavaca moj profesor. Ponosen sem, da je bil Aleš Valič moj profesor, da je, ki ga danes večina Slovencev pozna samo iz katerih telenovel slovenskih, ne vedo, kakšen vrhunski igralec je to, kakšen glas, kakšen, on nas je učil umetniško besedo, kako poveš, ne recitiraš pesmi, ampak jo poveš. Se pravi, pesem moraš ti, eni igralci boljši v tem, drugi slabši, jaz se ne morem ravno hvaliti, ampak da pesem ti poveš, da ni rime čutiti, ne? To je najtežje. In Aleš Valič je bil eden takih ljudi, na katere imam izjemne spomine. Potem Dare Valič nas je učil eno sezono sabljanje. Smo imeli sabljanje, akrobatiko, boksali smo. Kar vam je prišlo prav potem na volitvah, ne? Tudi. Boksali smo z boksarskimi rokavicami pri Sašu Taranišu. Tako da igralec mora marsikaj vedeti, ne? To niso kar tako. Ne? Zato mene v končni fazi mogoče manj čudi kot koga drugega, ampak ja, je pa to, če se ozrem nazaj, izjemen dosežek. Glede na to, da sem začel na srednji lesarski, pa potem prišel na akademijo. Ko Jezus Kristus, ne? On je bil tudi... Ja, on je bil pa tesar. No, evo, sta blizu, ne? In bi grušte delal, jaz pa notranjo opremo. Sta blizu, ne? Ja. Sam nekaj let je razlike vmes. No, pa če vas vprašam, dobro, potem ste pa upravil ta dva županska mandata, ne? In pol, kar nenadoma v vas pa želja, jaz grem pa zdaj za predsednika Slovenije, premagal bom nepremagljivega Boruta Pahorja. Ne? In ste šli, kaj pa to zdaj? Spet bilo malo za šalo, češ bo malo zmešal štrenje, tu pa verjetno ne. Tu ste pa šel na polno, da bi postal slovenski predsednik. Ma ja, bil je en vzgib, ko sem videl, jaz se pač nisem strinjal z načinom takrat izvajanja te funkcije. Mogoče sem jaz za današnje čase celo zastarel. Jaz vseeno mislim, da neka politična funkcija. Danes je tendenca, to je tudi Tilen Artač zadnji, če sem gledal podcast pri Borutu Pahorju, ki dela Borut Pahor, mimogrede, njegovi podcasti so super. In nimam nič proti njemu tako na ta način. Je pa dejstvo, da se nisem strinjal z njegovim načinom izvajanja funkcije, ker jaz vseeno mislim, da če je gledališče, naj bo gledališče, če je film, naj bo film, če je politična funkcija, naj bo politična funkcija. Če je Instagram, naj bo Instagram. Tako, mene to pač moti. Ne? Motilo me tudi pri Borisu Johnsonu, recimo, in tako naprej. Jaz pravim danes, hvala Bogu, da je Keir Starmer tam premier v Veliki Britaniji, ker so pač taki časi in veste,
ne gre. Jaz vem, kaj je ne vem, jaz sem to že večkrat povedal, pa mogoče bom še enkrat, 15 minut po smrti moje mame sem sedel v avto in šel na oder, Se pravi, to je igralski poklic, in zato imam to, da politično funkcijo, da se jo izvaja tako, da je ne degradiraš, Danes bi pa vsi politiki bili zabavni, pa vsi politika pač, je lahko tudi zabavna, ampak ni pa funkcija politike, da je zabavna. Funkcija politike je, da prinaša rezultate, da vodi in nenazadnje, da v krizni situaciji, če je, ne vem, kot je bil požar na Krasu ali pa kaj druge, da kot minister ne prideš, ampak da prideš kot... Jaz če gledam, recimo, Borut Pahor je verjetno povzel ta ameriški sistem, Kennedyjev sistem, Showtime sistem, ko je Marilyn Monroe prišla na oder, zapela. Mogoče je to bilo to. Nekaj tega mora biti. Se zdi to tako fest narobe, da je predsednik še malo showmaker zraven. Nekaj tega že mora biti. Ampak tukaj je bilo pa toliko tega, da je bilo potem samo to. To je ta razlika. Zato ste šli pol oboj. Jaz sem rekel, funkcija bi se dala drugače peljati in zato sem se tudi nekako odločil za to. Tudi ankete nekako so pokazale, da nekaj, če ti kaže 5%, potem ne boš šel. To je logično. In sem se odločil, pač sej potem so bili razni trenutki, pa ko si rečeš zakaj, pa kako, pa tako smučar na začetku, bom zaštartal, potem na sredi proge pa že vse sorte, To je kar naporno, To je zelo naporno. Volitve so najbolj naporna stvar pri politiki, zlasti danes, ko se zmerja, a veste, danes Janez Drnovšek, ki ga vsi zelo imamo v čislih in vse to, ampak danes on ne bi dočakal prve obletnice svoje vlade, ker bi ga že podrli, ker takrat, ko je bil on predsednik vlade, je bil Delo dnevnik, Večer takrat še ni bil vse slovenski, bila je RTV, kamor je kakšen Gregor Golobič poklical, pa so tako naredili, kot je treba, bil je Pop TV še bolj na začetku. In to je bilo v glavnem to. Potem se tisti časopis, se spomnim, Republika, za katero je Kavaca delal reklamo, pa ni šlo, pa je bil Slovenec, pa tudi ni šlo. Skratka, to je bila medijska scena takrat. Danes ob Facebookih, TikTokih, Instagramih, pa milijon portalih, a veste, danes je milijon portalov in ko so volitve, se počutiš kot prostitutka, Ko te vsi ti portali, oni ne spremljajo volitev zato, ker zdaj pa njih zanima vizija politika, ki jo ima za prihodnje mandatno obdobje. Ne, vsak pristavi svoj lonček. Veste, smo portal ta in bi z vami to pa to, cena je pa toliko. To vsi potem pristavljajo svoje lončke, pa potem ta znani Janulov glas ljudstva. Mi smo si vzeli veliko časa takrat, da smo tiste odgovore, Jaz sem bil praktično edini takrat predsednik stranke, ki je poslal podpredsednico tja. Edini predsednik stranke, ki me ni bilo na Trgu Republike. Ker jaz, pa nismo politično nasprotni, SDS-a ni bilo, pa tako naprej, ampak jaz pravim, če nekdo, sej to, kar gospod Jenull počne in vso pravico, mi smo v demokraciji, v popolni demokraciji in tudi midva, če bi jaz z vami ne želel pogovora narediti, ga ne bi imela in pač kakorkoli. Ampak to, da pa ti dobiš politike, kaj na tisto klopco in potem jih tam, ker so pač volitve, In zdaj morajo pa politiki nam odgovarjati, pa morajo tudi, če ne vem, jih zmerjamo z ne vem čim, morajo oni se smejčkati, ker so politiki, ker to morajo prenesti, ker oni to so se sami odločili za to. To je tako, ko bi kakšen zdravnik ali kdorkoli pojamral, pa bi mu rekel, sam si se odločil. Seveda si se sam odločil. Ampak če si se sam odločil za nekaj, ne pomeni, da ne smeš imeti krize pri tem in se spraševati in včasih reči, težko je.
To je tisto. Ne? In zato ne verjamem v take zadeve. In to je pač v politiki danes. Vse skupaj je en šov, jaz včasih se sprašujem za nekatere, a se niso, mogoče bi se morali na odrih prej izživeti in tako naprej in potem bi šli v politiko. Jaz tega ne rabim, jaz sem najbolj vesel in tudi nekega dne bo prišel dan, ko politike ne bo več, ko bom pač, ko se bo to kolo sreče ali kakorkoli temu rečemo, ustavilo in pač ne, ampak nekateri res, in zato ne maram, da je politika šov, ker pač, če sem kaj vedel v življenju, pa sem včasih tudi falil, ampak ponavadi sem vedel, kaj je kdaj primerno. In kaj je primerno za pogreb, kaj je primerno za veselico, kaj je primerno za tako ali drugačno situacijo. Ne moreš ti kar vse, čeprav, ja, saj pravim, sem zastarel po tej plati, si priznam, ampak jaz mislim, da enkrat je Boris Kavaca rekel med predavanjem prav, pa tako kot si zaželim topu domač kruh iz peči, tako bi rad eno normalno predstavo enkrat videl. Se pravi, ljudje si potem tudi, vse veste, v preteklosti krušna peč, to je bilo zastarelo, so ven metal, to je obsoletno, tega zdaj pa ne bomo več imeli. No, danes krušno peč imeti ali pa katerokoli obliko kamina ali lončenega ali česarkoli, je to prestižno do konca. Se pravi, ljudje se radi vračajo k tradiciji in seveda cikli v življenju oziroma zgodovini tega planeta so zagotovo taki, da bodo enkrat tudi ljudje rekli, ja, zdaj pa dovolj in je treba nekaj novega. Zato je bil sigurno najdaljši odgovor v zgodovini, to si upam trditi. Ja, ampak sem vas pozorno poslušal, pa nisem skočil v besedo, ker me obtožujejo moji gledalci, da rad skačem v besedo. Jaz sem to navajen. Ampak sem rekel, tukaj ne pove, kar ima, ker govori modro, govori modro. Jaz imam modro kravato. Če bi kaj butazga govoril, jaz sem skočil not, pa niste. Ampak vsem vas vprašam, to sem videl, te roke, recimo, te politiki, zakaj je to, kdo vas je to naučil? Vse politike na svetu, da se roke imajo takole in pol izpadeš kao da neki... Kaj je to fora? To ni noben učil, ampak... Ker avtomatsko ste roke dal tako. Ja, ker jih to sem že od nekdaj delal, zato ker jih takole dam, da so prsti naslonjeni, roke so naslonjene. To vsi delajo to, kaj bolj verodostojno deluješ, če to... Ne, ampak to je pač neka, očitno najbolj ti ustreza ta položaj, ker se roke naslonijo in jih imaš kam dati ali kakorkoli. Ampak drugače... Ni neke velike zgodbe o tem. Ampak gospod Marjan, koliko vam je dejansko, če se ne motim, v tem drugem krogu z Borutom je zelo malo asfalilo, da bi ga premagal? Ja, celo so rekli... To je bil šok takrat, ne? Ja, rekli so... Neki Marjan Šarec, je skoraj premagal velikega Boruta Pahorja. Ja, je kar bil šok. Takrat rekli so celo, mladina je celo napovedovala, da se bo preobrnilo. Se pravi, so potem ugotavljali, da če bi še kakšen teden trajalo, da bi ga premagal. Takrat so ugotavljali razni analitiki, kakršnih je v Sloveniji veliko, da je takrat čas delal, mislim, da čas ni delal zame, da mi je zmanjkal kakšen teden. Če bi pa mogoče kakšen teden še trajalo, so pa rekli, da bi pa celo šlo čez. Je pa to seveda velik uspeh, glede na to, da je bilo mišljeno, da bo 60 v prvem krogu dobil predsednika. In seveda potem to ni bilo tako, se je to moral kar namučiti, da dobesedno tudi s tisto hojo in z vsem je dobil tudi vnetje pokostnice. Vi ste imel pa avtobus, ste bi bolj brihtni, ste se pa vozili. Ja, jaz sem pa bolj tak človek, da mi tudi že tako avtobusi so všeč, pa tehnika pa to. Ne vidim smisla, da bi tam hodil kot Mojzes iz Egipta, ampak skratka, hočem reči, ni dosti manjkalo in predsednik je bil takrat vidno tudi nelagoden. To je bilo presenečenje. Kar si štejem za uspeh. Čeprav saj pravim, jaz osebno nimam nič proti njemu in danes zagotovo, ko sva v drugih pozicijah, vsak v drugačni, se
če se srečava, mogoče bi celo z veseljem šel v njegov podcast in bi se pogovarjala. Borut, če poslušate, Marjan želi v vas podcast, ne? Da boste podebatirali, zakaj vas je skoraj premagal, neki outsider. Ne? Ja, ampak gospod Marjan, to me zanima. Je pa on definitivno eden najbolj izkušenih slovenskih politikov in dejansko nekaj ve o tem. Sigurno, ne. Ampak pa pogledajte to, ne. Pa vi rečete, ok, jaz sem zdaj tu nabral ogromno svojih fanov, tu očitno me ljudje podpirajo. Kaj pa, če bi jaz zdaj šel pa v državno politiko, ustanovil svojo listo in gremo mi na polno. Zdaj pa, če mi ni rad biti predsednik države, bom pa postal predsednik vlade. In ste šel, takrat vas je res premagal Janez Janša, kakor vem, ne, ampak ni uspel sestaviti vlade in potem je moral Borut Pahor vam dati ta mandat. Ja, mi ga ni dal. Mislim, vi ste bili na vrsti. Sem si ga moral vzeti, v bistvu. In ste sestavil vlado in ste postal premier. Ja. Kaj je bilo pa to zdaj takrat v vaši glavi? Spravi, evo, tu ste me premagali, evo, zdaj bom pa jaz na vrhu države, zdaj pa mate, zdaj me pa poglejte. Ne. Ja, ne, tako bom povedal. Ne. Mi smo takrat na tisti večer v Cankarjevem domu, sem jaz že kar napovedal, ja, gremo na parlament. Mi smo namreč to stranko imeli že, mi smo že na predsedniške šli s stranko, ker mi smo jo ustanovili že leta. Mi smo jo ustanovili en dan, preden jo je ustanovila Alenka Bratušek. Takrat, ko sva oba nekako zapustila Zorana Jankovića. Ste kar imena strank si dalo si že, mislim, svoja imena, kar v ime stranke ste. Ja, to vsi rečejo, ja, da je to znak ega ali česarkoli daleč od tega, ampak to je pač zaradi prepoznavnosti. A ne? Če bi si dala ime deteljica za razvoj, ne bi nihče vedel, kdo sva, ne? Če pa daš ime, pa vedo, ne? Ker če moraš pač, marketing je to, no? Ni za to, da bi midva zdaj pa onanirala s svojimi imeni in uživala, kako sva napisana, tudi Alenka ne verjamem, zase vem, da ne, Alenka pa tudi ne verjamem, da je taka. Skratka, takrat, leta 2014, in jaz sem s to stranko šel na lokalne volitve že takrat in mi smo stranko že imeli. Se pravi, mi se tukaj razlikujemo od vseh novokomponovanih strank. In ja, jaz sem takrat povedal že v Cankarjevem domu, gremo na parlament. Jaz nisem govoril nikoli o zmagi, o tem, jaz sem govoril ali da bom vlado vodil ali karkoli, jaz sem rekel, gremo in naš cilj je priti v parlament. Samo upuste pa. Potihem. Ja, tako da ni noben slišal, da ste sami to potihem. Kdor me pozna, ve, da sem zelo realen človek, da sem mogoče celo preveč, pa mi to škodi, ampak naš cilj je bil vstop v parlament, bilo je pač precej strank in mi smo dobili, ja, takrat 12,9%, kar je bil super rezultat za biti koalicijski partner, ne. Ni pa to nek rezultat, da boš ti vlado vodil. Ampak seveda Janša je, ker je bila na tej strani tudi razdrobljenost, pa po obdobju Mira Cerarja je bilo drugače, kot je bilo po obdobju dveletnem Janeza Janše, ne, ko je potem Svoboda zmagala. Potem so vsi rekli, da z Janšo ne gredo, praktično so me skoraj prisilili v začetek pogajanja. Jaz osebno mogoče bi še čakal, naj proba sestaviti, če bo, če ne, pa bomo potem se pogovarjali. No seveda, Borut Pahor je dal Janši mandat, ta ga je vrnil, ker nihče ni hotel z njim sestavljati vlade. Ste mogli vi, če je že bilo, ne? Bom pa jaz, če drugega ni, bom pa jaz. Ne, saj je bilo tako nekako, ker smo mi pač na tej strani največ dobili. Ne? Jaz osebno še danes povem, da bi bilo boljše, če bi SD dobila toliko mi, pa mi 10. Pa bi bilo lažje. Ne? Tako da smo potem to, in jaz sem si moral pač vse priboriti. Ni bilo tudi mediji, novinarji, ja, kdo bo pa mandatar, kdo. Ja, tisti, ki je največ na tej strani dobil, kdo pa če bi. Ne? In to smo potem črevili 3 mesece in pol, da smo vlado postavili, da smo, skratka, katastrofa, jaz si ne bi želel nikoli več tega doživeti.
Potem smo vlado postavili, sem že itak prvi dan rekel, da to dolgo ne bo, ne more 5 strank v eni vladi, pa še je manjšina, potem pa 6. rabiš Levico zraven, ki pa takrat ni razumela nič. Ne? Danes oni lepo razumejo, kaj so roki, kaj so procedure, kaj so težave, oni celo meni kdaj so potem, ja veš, to je pa, a res, vi boste učili Kristusa, kaj je križ. Ne? Tako da takrat niso hoteli kaj veliko razumeti, to je bilo, čim si rekel, da mogoče do prvega ne vem katerega ne bomo mogli zadeve speljati, jo pa morda speljemo, ne vem, 2 meseca, ja, vi ste proti. Ne, nismo proti, ampak ne da, ker ni odvisno od mene, ampak je odvisno od pač milijon dejavnikov. No, danes to zelo dobro razumejo, ne, se to me veseli, da so pa danes so tudi zelo šibki v tej vladi, ne, to so taka razmerja, da si jaz niti predstavljati ne morem. Skratka, ta naša vlada je bila potem takšna, kot je bila. In ja, mi smo takrat imeli za cilj, da vstopimo v parlament. Jaz sem imel za seboj 2 županska mandata, jaz sem vedno govoril, eden mandat je premalo, absolutno, 2 sta že v redu, 3 so pa maksimum. Jaz nikoli ne bom razumel slovenskih županov, nekateri so že ta 8. mandat ali takeri mandat. To jaz nam nikoli ne razumel, kako to nekdo lahko trajba. Fajn je, ne? Ja, jaz ne vem, sem srečal človeka, sem ga na 100 metrov videl, sem že vedel, kaj me bo vprašal, kaj bo, ne gre, a ne, saj jaz nisem tak človek. In v Kamniku sem nekako to zgodbo zaključil in potem sem seveda podal na... No, in potem ste postal to prekletstvo teh, vi niste bili ravno nov obraz, to moramo priznati, ker ste bili že župan Kamnika, ste bili na predsedniških. Nisem nikoli maral tega. Ampak ste padli v to, po mnenju, mislim, te javnosti naše, ste padli v to, hočem reči, to prekletstvo teh slovitih novih obrazov, ki potem vsi po vrsti, slej ko prej, po domače rečeno, pogorijo, ne? Predčasno ali po nekem času. Jih pogorijo. Zakaj se to zgodi, recimo od Cerarja, Janković takrat ni uspel sestaviti vlade, ampak je tudi prepričljivo takrat zmago, ne? Pa ne vem, zdaj je Golob, kaj bo naprej z njim, bomo videli, pa še kdo se najde, pa recimo tudi vi. Zakaj je nov obraz, ki pride na sceno, ne ostane 8 let? Kaj je tu problem, da to vedno pol pade in da spet možnost nekomu, ki je od starih, ne? Ali pa spet pride nek čudežnik in spet spremeni vse, pa spet čez 4 leta ga skoraj ni več. Zakaj do tega pride? Ja, dobro, zdaj treba povedati, da mi kot mi, ne, ali pa jaz kot nov obraz, jaz sem že v štartu drugačno zgodbo, ker mi, kot rečeno, nismo niti zmagali. In v normalnih razmerah mi nikoli ne bi sestavljali vlade. To drži. In je to popolnoma druga zgodba. Tako da tisti, ki nas tlačijo v ta isti kalup, se pač motijo. To so razni analitiki, skar pike dobim, ko poslušam. To so vsi, mislim, skoraj vsi. Ja, ker se niti ne potrudijo. Ne? Oni se niti ne potrudijo ločiti med tem, da jaz na volitvah ne samo, da nisem zmagal, jaz sem bil daleč za zmagovalcem, to je prva zgodba. Druga zgodba, naša vlada je bila prva manjšinska v zgodovini Republike Slovenije in to s 5 strankami v vladi in 6 zunaj, se pravi 6 strank, ko si se z zadnjim zmenil, se je že prvi premislil in tako naprej. In potem seveda, in ko smo šli na volitve, smo bili mi tudi taki, da smo rekli, da cilj nam je vstop v parlament, ne zmaga. Ne? Mislim, zmaga bi bila seveda v redu, ampak sredstvi, resursi, ki smo jih imeli, nisem pričakoval, da bi zdaj ne vem, kaj bilo. To, kar se mene tiče, oziroma naše stranke takrat. Zdaj, kar se tiče Jankovića, ne? On ni se... Moje mnenje je, lahko se motim, pa mi lahko vsi slovenski analitiki pa mojstri vsega rečejo, da sem bumbar, ampak moje mnenje je, da ni sestavil zato, ker on ni vedel, kako v politiki stvari grejo in kaj je doseganje večine. A ne? On je imel mestni svet, kjer je imel absolutno večino, on je prinesel na mestni svet
odloke, ki so jih potrdili brez debate in on sploh ni vedel, kaj to je. A ne? Jaz recimo sem že v Kamniku prvi mandat imel manjšino. Meni so opozicija obračala amandmaje, ne vem kaj vse delali in sem vedel, da 28% ni 50. A ne? Ti imaš 28%, si zmagal, ampak v proporcionalnem sistemu se temu reče relativna zmaga, ker te lahko vsi obvozijo in lahko 100-krat zmagaš. Saj je tudi v Avstriji situacija takšna, da zdaj vsi iščejo načine, kako obvoziti tega nesrečnega kikla. A ne? In tega Janković ni vedel in je mislil, da če je zmagal, da bo potem kar, da je to, ne? Pa ni. Ne? Skratka, in zato ni se stavil na zmago. A ne? Potem je prišel Miro Cerar tudi. Skoraj večino prav, tako Orengo dobro smo sam gledali, skoraj nad 50. Seveda, ne. Pa je tudi čep. Po procentih je dobil, on je dobil 36%, Svoboda 34%, samo zaradi razdelitve in ker je manj strank, je Svoboda dobila več poslancev, drugače po procentih je pa on dobil več, kar je v tem proporcionalnem sistemu sploh pa je tudi hitro. Ja, to je pa treba vedeti, a ne? Ljudje tudi pričakujejo, a ne? Da zdaj je pa nekdo, da bo nekdo kar odrešenik. Ja, tako je prišlo, ne? Ta novi vedno tako pridejo, da so zdaj, da bojo tako Mojzes, ko je razširil morje, ne, rekel, gremo zdaj tu in je to, ne? Ja, sej se strinjam, sej se strinjam. To je mogoče, jaz sem pač imel vedno drugačno, tudi že na občini drugačno politiko, jaz sem vedno rekel, pa so me potem tudi kritizirali, pa sem bil tudi od lastnih ljudi milijonkrat kritiziran, zakaj ne rečeš, to bomo, to bum, ne. Ja, to je pa moj realizem, ne. In jaz vedno povem, potrudili se bomo, poskusili bomo, če nam bodo zvezde naklonjene in vse, kar gre, če bo vse v redu, potem lahko uspe. Ne morem pa jaz reči, da bo, če ni odvisno, jaz sem pač vedel, od koliko faktorjev je kaj odvisno. Ne. In potem je prišel Cerar in potem seveda potem to naše obdobje. Je pa tako, naša vlada je pač ukradla Janši 2 leti, a ne? Če bi Janša takrat že... Ki jih ne bo nikoli več dobil nazaj, ne? Seveda, ne, to je tudi treba vedeti, ne. Jaz, mislim, velikokrat poslušam te naše slovenske analitike, pa naj mi ne zamerijo, ampak včasih tudi tako analizirajo, kot da so včeraj prišli v slovensko politiko, pa da se niti nočejo poglobiti. Nekateri pa pač tudi nalašča, ne, ker pač so tako ali drugače s komarkoli povezani. Ne. Ampak ja, treba je zadeve pogledati realno, treba je pogledati, se pravi, unesti vhodne podatke in potem primerjati. Ne moš kar primerjati vlade Marjana Šarca z vlado Mira Cerarja, z vlado Janeza Janše, ali ne nazadnje z Drnovškovimi vladami, ali z Golobovo vlado. So čisto drugi časi, so čisto druge situacije, so čisto drugi problemi in so čisto drugi resursi. Ne? Kaj pa, no, potem pa leto 2020 ste vi pač bil primoran odstopiti, ne, kako ne rečem, in ta lista vaša je potem tudi na volitvah celo izpadla z parlamenta. Jaz sem odstopil zato, ker sem imel enostavno dovolj tega, da Levica ni nič razumela, je prekinila sporazum, kaj ne zdaj z Magom Jelinčičem sprejemam zakone. Ne vem, ga pokličeva, vprašamo. Ja, verjamem, on bi, ampak sej mi je pomagal, brez njega jaz takrat ne bi proračuna spravil čez, brez njega ne bi ministrice Mlinarjeve postavil takrat. Levico sem prosil takrat pri proračunu, dajte se vsaj vzdržati ali nekaj, da gre, ne, kategorično ne. Potem sem Mescu rekel, dajte vse narabimo pisanega sporazuma, dajva si roko, pa dajmo nekaj, dajmo. Ja, nič, kaj mi je ostalo, nič. Potem sem lepega dne, ne zaradi covida takrat še bilo ni, ampak pri nas je pač procedura tako dolga, da to traja, ampak lepega dne sem potem rekel, dovolj je, ne.
dovolj, nisem jaz predpražnik nekoga, da bi vsak pometal. Jaz nisem tisti tip politika, da bom pa zdaj pa čisto vse požaril sam zato, da bo ne vem kaj. Ne? No in potem jaz sem odstopil, potem smo šli v opozicijo in potem 22. pridejo volitve, je bilo meni popolnoma jasno, kaj se bo zgodilo, ker je... To ste pričakovali, da ne boste... Ja, mogoče sem mislil, da celo parlament... Vsaj tisti 4%. Ja, čeprav s tistimi 4 sej, kaj bi pa spet vprašanje. Potem bi nas pa itak, ko bi dobili tiste 4 poslance, bi nas pa vsi silili spet, da se moramo ravno tako združiti. Koliko sem poslušal to mantro, ko sem na prejšnjih evropskih volitvah šel na svojo listo. To je bilo ves čas. 3 liberalne stranke se morajo združiti, morajo imeti skupno listo, skupno listo, skupno listo. Ker če bo pa skupna lista, bi dobili pa 4 europoslance, tako so pa samo 2. Na teh volitvah smo imeli skupno liberalno listo, ker smo samo ena liberalna stranka, pa sta bila spet 2. Ne? Se pravi, to se ne sešteva kar tako, kot oni mislijo, da se to sešteva. In če bi, jaz danes povem, če šli mi takrat s Cerarjevo stranko, s Sabom in Cerarjevo stranko, volitve bi bilo že mimo, preden bi se mi zmenili, kdo bo šel na soočenje. Jaz zaradi teh razlogov nisem šel, ker SMC je bil takrat tako neoperativen, to so se pogovarjali in jaz sem rekel, se ne bomo niti zmenili. In potem je Miro Cerar na tistem famoznem sestanku, ko sem jima povedal, da pač ne bomo šli skupaj, saj mogoče ni bilo tako lepo od mene, pa sem bil malo tudi lumpek, ampak je bilo pa realno. Ne. Jaz sem pač razmislil, videl sem film poletja 2018, 3 mesece in pol in sem rekel, če grem jaz z njimi na skupno listo, ne bomo se mogli zmeniti, kdo bo nosilec pa za mesta, ne bomo se mogli zmeniti, kdo bo koliko denarja dal, ne bomo se mogli zmeniti, kdo bo šel na soočenje kdaj, ne bomo se mogli z nič, sem smislil, nima, da ne rečem kakšne druge. Ne lahko rečem. Kar svobodno. Ne bom, ampak sem smislil. Ste se v moji družbi, lahko govorite, kakor vam paše. Vas kar kaj gleda, ne, in bom jaz to šel na svoje. Okay. No in potem je bilo moje veselje res iskreno, ko smo dobili takrat 2 evropska poslanca. In še danes trdim, če bili mi skupaj s tisto, ne bi bilo nič več kot 2, ker to se, kot rečeno, ne sešteva. Bilo bi pa mogoče celo tako, da bi imeli, ne vem, Angeliko Mlinar pa Violeto Bulc. In potem bi pa spet govorili, kako je Šarec nesposoben, da mu morajo drugi reševati situacijo. Skratka, zelo iskreno govorim, tako je bilo. No, potem so prišle volitve 22, da ne dolgo vezim. In jaz sam pri sebi sem vedel, da jaz sem celo tako napovedal parim ljudem, eno leto pred volitvami, sem rekel, boste videli, na petek pred volitvami bomo ravno na 2%. In točno smo bili na 2,5 na teh anketah, ker je šlo mesec dol, kako je LMŠ za nič, kako vse za nič. In zadnji petek pred volitvami smo bili mi točno na 2,5. Takrat sem pa jaz vedel, da je pa. Sabu so dali pa mislim, da celo 5 takrat. No, potem je bilo ravno obratno, kakorkoli na volitvah smo mi dobili 3,6, Sab je dobil 2, pa cigu-migu zraven, a ne? Ampak sam pri sebi sem to vse pričakoval. Zato sem se pač v sebi psihološko pripravljal na tisti volilni večer, kako bom šel pred kamero, pa kako bom pač povedal, hvala za sodelovanje, bilo je lepo in to je to in tako. Tako da mene to, ker, a veste, te ankete so tudi tako, ne, ja, za nič pada, za nič, ne vem kaj, ampak
kaj pa bi bilo dobro, pa tudi ne vejo. Ne. Sej, včasih v Sloveniji pač ne vemo, kaj bi sploh radi. No, pa takle, ko vas poslušam, recimo, ne, ste strašno nezadovoljni dejansko vi s svojo politično potjo, če rečem, ne, s politiko nasplošno. Ne. In zdaj, če za nazaj pogledava do obrambnega ministrstva, na katerega prijema pol, zakaj pri milem Bogu ste sploh rabo te strese, da so se vam lasi posivili, da tudi žena verjetno ni bila najbolj zadovoljna z vami, ker vas ni bilo, pa ker ste bili skozi živčni, pa nervozni. Ste imeli kaj pametnega dejansko od tega, razen to, da imate zapovedati cel kup teh, pa je bilo to, pa nismo mogli to, pa nismo mogli ono. Se je splačalo to. Ravno zaradi tega, ker si želel nekaj narediti. Pa če ste videli, da ne gre. Ja, sej zato sem pa odstopil, ko sem videl, da ne gre. Niste prej vedeli to, da ne gre. Ja, ste mogli probati. Trudiš se, seveda se trudiš. Jaz tudi vem, da tudi skozi okno ne morem skočiti, ker sem polomil, ne bom zdaj probal, če je to res. Ja, bom drugim verjel. Človek mora vedno poskušati, dokler gre. Človek mora vedno poskušati, dokler gre. In pač, če si šel toliko daleč, da si sestavil vlado, da si se trudil, da si to, pač moraš ustrajati toliko časa, ko veš, da res ne gre. In tisti trenutek, ko je Levica pač prekinila sporazum, je bilo konec. A ne? In isto tukaj. A ne? In v Sloveniji pač, mislim, bom rekel, po eni strani nezadovoljen, po drugi strani pa zadovoljen, da sem imel ta pogum in sploh se to šel. Sej koliko ljudi, a veste, danes jaz berem komentarje, pa poslušam, pa vse sorte, to so vsi pametni, a ne. Sem zasledil tudi gospoda Stevanoviča na njegovem Facebooku, ne, ko pač nekdo mu je napisal na komentar, pejti nazaj dol, ne, ker ima pač tak priimek. To je bilo taka kanonada nazaj, kako so to komentatorji, ki so razvlečeni po kavču, ki niti nimajo nočnih aktivnosti, ki ne vem kako vse. Veste, en politik, ne, mora vseeno tako kritiko, če bi jaz na vsako tako reagiral, bi imel še več civiklas. Žestoko, ne? Na vsak tak komentar ne bi imel sive lase, ampak bi vi za 1. november videli, koga zraven stati ob nagrobniku. Ne? Kaj hočem reči? Ne? Imel sem ta pogum, ustanovil sem s svojimi somišljeniki, soustanovitelji stranko, vodil sem vlado, vodil sem ministrstvo za obrambo, danes sem poslanec v Evropskem parlamentu. Izvolite, tisti, ki ste... To so velike, to jim sporočam. To so velike zgodbe. Po eni strani sem pa nezadovoljen. Zakaj sem nezadovoljen? Zato, ker se je izgubilo ogromno časa. Ogromno časa. Kaj bolj pametnega dela v tem času. Ne, govorim, Slovenija je izgubila ta čas. Zakaj smo mi morali 2 leti imeti potem tistih pa demonstracije, pa ono, pa tretje, pa kršenje demokracije, pa ne vem kaj, smo vse gledali tiste 2 leti. Če bi takrat mogoče Levica vendarle bila toliko pametna, pa bi vedela, kaj je the main purpose naše vlade. Saj tako kot v Avstriji prva pogajanja so propadla, ker je nekdo nekaj pri proračunu mu ni bilo všeč. Čakaj, če si se dogovoril, da ne bo Kikl kancler, ja potem ne boš malenkosten, ne? Potem boš vedel. In mi smo se pač tudi za to dogovorili. Jaz se spomnim spomnim se prvi, ne vem, mora biti to, ne vem kaj. Skratka, to je tisto, kar je bilo, da smo mi čas zgubljali. Slovenija je čas zgubila in seveda, potem je pa najlažje reči, Šarec je dal oblast Janši, pa ne vem kaj. Sem pa dobro, to so pač
No, ampak, ko sem prej vašo ženo omenil, pa nazadnje tudi 2 otroka imate, ne? Kaj je rekla žena, ko ste se vi podali na to pot? Verjetno ni bila najbolj vesela. Ja, seveda ne, sej, veste. Jaz sem z njo govoril namreč pred tem intervjujem, ne? In je rekla isto kot moj Marjan ni bilo doma, jaz sem bila nezadovoljna. Jaz sem že razmišljala o raznih čudnih zgodbah, ne? Tako da dajmo to razčistiti zdaj. Ne? Ja. Kaj je rekla? Pa pustimo ne zdaj te politične, iskreno, kaj je rekla, ko ste vi šel v to, tega vraga? Iskreno povedano, sej kdo pa je vesel, ali moški, ali ženska, če gre partner v neko sfero, bom rekel, sfero delovanja, kjer je že po inerciji strelovod za vse, kjer je nespoštovan, sicer mimogrede žena dela v šolstvu, kjer je zelo podobno. Ne? Se učiteljskega poklica tudi danes noben ne spoštuje več, avtoritet ne spoštujemo, z odvetniki hodimo v šoli in tako naprej. In zagotovo nihče ni vesel tovrstnih, ko gledamo, kaj moraš vse prenesti, ne? In zagotovo ni ona, ne vem, nekje sem bral ali zasledil, da je bila Jill Biden tista, ki ga je silila, da mora še en mandat dobiti. Taki primeri so po moje kar redki. No. Tako da zagotovo je to pa mogoče tudi za ne vem, starejša hčerka je sodelovala, ona hodi na kamniško gimnazijo, pa so delali neko predstavo, kjer so in je potem spraševala, boš prišel pogledati, boš prišel, pa tako naprej, kaj je to, ja, se neko, bomo vsi prišli, ne. In je bila predstava taka, da so v bistvu dijaki sebe dajali noter, svoje neke razčiščevali, ne vem, pač kopali po sebi in tako naprej. Ne vem, nek sošolec je, ne vem, mislim, nek odnos z mamo ali karkoli, ne. No, moja hči, za kar ne bi pa v življenju pomislil, da ona stopila na oder, ker ona ni taka, da bo stopila na oder in potem začela pripovedovati te svoje prigode, kako je živeti slavno osebo. Zdaj, ona je sicer rekla slavna oseba, ni rekla politik, ker jaz sem bil že pred politiko, sicer ona se me s tem ne spomne, jaz sem že praktično 20 let ali pa 25 me narod pozna, tako ali drugače, pa tudi prej me niso imeli vsi radi, da se razumemo, ampak kako je živeti in potem je razlagala, kako je težko z mano nekam iti, ker vsi bulijo. Kako je težko, jaz priznam, da tudi če ne bi v politiki, bi bil isti, ker sem pač tak človek, da se rad usedem v kot, v gostilno, da na avionu sem rad čim prej v zicu, da se v kot spravim, da ne delam nadlege, na pumpi rad čim prej tankam, čim prej v avto in pelem, da nobenega ne zadržujem. To ste čim prej nehal biti predsednik vlade. Mogoče, da tudi tako. Skratka, tak tip. In bi tudi brez tega bilo verjetno isto, ampak ja, moramo zmer se usesti nekam v kot, da imamo kakor tok mira, potem varnostniki, pa je treba to, pa z varnostniki uno. Pa PR-ovka non-stop zraven, ne, taki skrbi, da ne bodo kakšne bedarije rekel. Popravljam, ona ni PR-ovka, ona je asistentka evropskega poslanca v domovini. Jaz sem imel cel kup asistentk, pa so bile malo drugačne. Ja, pa ne take, ko vi mislite. Na to še prideva. Vi ste lumpek. Ne, na to še prideva. Ne, vi ste lumpek. Na to še prideva. Vi ste lumpek. Na to še prideva. Ja. No, hočem reči, in je hči recimo na odru izrazila, kako ona vidi te zadeve, ne, skratka, sigurno ni to, da si človek želi imeti takega partnerja, ki dela. Vse to, ne vem, recimo Andrej Plenković, hrvaški predsednik vlade,
je tudi take sorte. Ne? Tam tudi žena ni ravno navdušena in tudi ni vidna preveč. Recimo, vi ste rekel najprej, mala, ne vem, kako jo kličete, predvidevam, da tako. No, tako draga, ne, no, ljubika, ne vem. Ne, Ja. Zdaj grem sam župan in obljubim, da bo to. Pa veš kaj, zdaj bi pa jaz malo za predsednika kandidiral, ma zdaj pa, če sem že tam, bom pa še za šefa vlade, sej, zakaj pa ne? Rekla, Ja, pa no pa glejte, dej, ne? Ali rekla, Jezus, Ja, Marija, ne, pa Marjan, pa kaj ja, ti meni delaš? Ne? Seveda, Ja. veste, ni... Ker obljubo je niste tako, da boste kar vse to naredil. Ne, redno. seveda ne, ampak Ja, no. to je pač človek, Ja, no. ljudje smo v različnih poklicih, a ne, Ja. in pač tudi če si v šolstvu ali kjerkoli drugje, to terja svoj čas, to terja, prinaša svoje probleme in tako naprej. Ja, pa ste bil, mislim, ste bil pa doma dovolj, da ni zbezlaka. Jaz celo mislim, da sem bil bistveno več doma kot marsikateri ali obrtnik ali, To pa pol v redu, to pa v redu. kdorkoli. Ne. Jaz mislim, da se to kar posplošuje, ne. Da se za nekatere poklice kar misli, da tega pa ni nič doma. Ampak Jaz ne vem, jaz preprašam sam. Ne, sej, jaz pa razlagam, da pač se posplošuje veliko, a ne? Če pa pogledamo, koliko časa je nek, ne vem, avtoličar ali pa avtoklepar ali pa ne vem, nek pleskar ali pa kdorkoli, ki zjutraj začne z delom, zvečer konča, mislim, da so poklici, ki so, če bi šli gledati, kdaj je bil kdo doma, bi bil jaz mogoče celo več doma kot pa. Na to pa nisem pomislil. Ja, so, veste, ali pa Bravo. ne vem, imajo ljudje 12-urne turnuse, potem so dežurni po bolnišnicah, pa jaz sem nedeljska kosila, imamo vedno doma skupaj, tudi sobotna večinoma. Potem, ko sem bil župan, jaz sem vsak večer, skoraj ni bilo večera, da nisem otrok spat dal in pravljice prebral in umil in to. Tako da ta očitek pri meni bi težko prišel skozi, da me ni nič doma, ker jaz sem bil, kot rečeno, bistveno več kot pa, ali pa trgovke. Poglejte, koliko so one doma, pa so matere. Okay. Tako da jaz ne bi posploševal in mogoče krivico tistim delavkih, ki se pa res matrajo, bom po domače povedal, ki so za blagajno noč in dan v teh nakupovalnih centrih, ki so dežurne ali pa v zdravstvenih ustanovah. Dežurstva pa tudi prvič jemljajo zato, ker ni ljudi, to je prvo, kot drugo pa tudi seveda vsak evro prav pride. Ne? In to so ljudje, ki resnično so otroci potem lahko zelo, zelo prikrajšani. Ker mame ni doma za nedeljsko kosilo, ne? Preden bova skočila na to vašo komedijansko kariero, moramo še speljati zadevo do evropskega poslanca, ne, in vmes je ta famozni obrambni minister, ne, in ta štarter ponarodeli, pa te cinšpule, kaj se tam razlaga, da je neka bila premalo zacvikana, žička. No, to vi veste bolj. Znate zdaj popraviti ta vodni top? Recimo, da se meni zdaj pokvari vodni top, da ga tule zdaj sem prenesema. Kaj se boste znali? Štarter nima pravzaprav z vodnim topom nobene zveze. Zakaj ste ga bolj omenil tam? Ja, ker je pač štarter bil tista stvar. Ampak štarter ima vsako vozilo, ki ni električno. Sprav, kaj je bilo v tistih žičkah? To je meni razlagal prav tisti, ki je to popravljal. Ja. Kaj je to mesar? Ali je bil... Ne, je bil kar mehanik. Je bil, in je pač, žica je bila prekinjena, ne? Prekinjena. In to ste vi razlagali tam na tej tiskovki. Seveda. Cela Slovenija dela norca z tega. Ne? Ja, lahko, ampak če se delaš norca z neke resnične ukvare, pol se delaj norca. Ne? Vse ste iskreno povedano, vse zadnje. Ja, to je pa res. Sej ne vem, sej njim tudi prijav tukaj odpove. Zakaj sem jaz to povedal? Zato, da ne bi, ker so spet začeli natolcevati, top je spet pokvarjen, top je ne vem kaj, top je to, ono, tretje. Jaz sem pač enostavno povedal, da okvara je bila minimalna.
In taka okvara se bi lahko, ker so pač neke komponente so noter dajali, so morali tam stisniti zadevo in je do tega prišlo. A ne? In seveda, če se norca delajo, če jim to paše, naj se delajo norca, ampak tudi njim bo kdaj avto za cesto ustal, takrat pa ne vem, če jim bo to smešno. No, ampak recimo, če se malo recimo spomnite teh svojih imitatorskih stvari, ker ste se vi recimo delal norca, iz raznih likov, kot je bil gospod Drnovšek, pa Rob, pa kaj je bil še, mislim, Danilo Tirk, pa cel kup teh vaših, by the way, briljantnih imitacij, to je bil nivo svetovnih imitatorjev, to vam brez lažne skromnosti moramo ugotoviti. Pa ste pa videl, kak je pa to, ko pa vi ste na tapeti, pa ne samo to, začeli se tudi vas oponašati potem v raznih šovih, kak ste se pa pol počutil, ko je bilo to malo obrnjeno, vam je bilo to v čast, da ste rekli, jebem ti, že tak je to. Ja, ne, nič posebnega. Sej, če si zanimiv za imitacijo, hvala Bogu. Sej, najslabše je tisto, ko nobenega ne zanimaš. Dokler pa si tako zanimiv, da te kdo imitira in seveda, če greš iz teh vod v politiko ali kamorkoli, normalno je to za pričakovati. Jaz se celo čudim, da je tako dolgo trajalo. Mogoče vas niso znali skinati. Ja, mogoče ne. Ampak, pa ste zadovoljni s to imitacijo vašo, ko je bila? Čakaj, kdo je bil tale Požvek? Pozvek. Ja, zdaj jaz moram priznati zelo iskreno, da kaj dosti tega tudi ne gledam, ker je vedno pač pozabim, tak sem, da... Tako da Pozvek zastojn se trudiš, Marjan te sploh ne gleda. Ja, velikrat res ne, kaj pa ujamem, jaz moram reči, da Radio Gaga je zdaj taka oddaja, da bi človek čisto z veseljem sodeloval, tudi oddaja Hribar, ki smo jo delali na televiziji. Moram pa pohvaliti na tem mestu pa oddajo Kaj dogaja. To moram pa pohvaliti. To je pa res, bom rekel, blagor tistemu, ki je v tej ekipi. Res, tako dobro narejeno, tudi ta mala, mala terasa. Ko pojejo te priredbe. Ja, mislim, to je ne samo, da on nekaj tam imitira pa nekaj, ampak to so tudi teksti, ki so narejeni na ta teden. To je aktualno, to je res vrhunsko za moje pojme in če bi kdaj imel priložnost, to nam več v politiki. To sem vas hotel vprašati, vas mika nazaj v imitacijo? Ja, glejte, jaz moram še do pokoja prideti. Jaz sem še kar nekaj delovne... 2, 3? Ja, ki pa še dolgo. To smo tisti, ki smo študirali, danes ni tako, ko so začeli pri 18 letih. In seveda jaz si težko predstavljam, mislim, če bi se to zgodilo, da bi v politiki dočakal penzijo, potem kaj češ boljšega? Potem sem bogova. Ampak jaz vseeno, kot sem rekel, sem bolj realist v življenju. Zdaj, če je kaj boljše, ne bom rekel pesimist, ker mogoče je to prehud izraz, ampak jaz vedno pogledam najslabše možno, potem pa kar je boljše od tega, sem toliko bolj vesel. Nisem tisti tip človeka, ki wow, super bo, ne vem kaj, današnja oddaja bo super ali pa karkoli. Sem že pri Gaga bil znan po tem, da sem pač en gudrnač, nergač in da tudi nisem bil hitro zadovoljen in nisem nikoli naprej rekel, da danes bo super oddaja. Ker priznam, da se mi je kakšna včasih zdela tako za nič, da sem komaj čakal, da bo konc. Tako da tisti, ki da bi zdaj govoril, vse, kar smo naredili v življenju, je bilo briljantno, dajte daleč od tega, saj tudi noben igralec. Ne vem, se nam zdi, mene izjemno zanimiv bil igralec Stevo Žigon, če ga se spomnite, naši javnosti. Celo sina, imam celo tega nezakonskega, njegovega zelo glasnega, imam na Facebooku med da je kako rečeva na to temo. To je en legenda velika. Slovenski igralec, ki je potem Srb postal, igral zelo glasnega majorja Krigerja, mislim, to je taka vloga. To je taka vloga, kako je on to naredil, to ti kri zledeni. In on je
on je meni, recimo, jaz sem gledal kakšne intervjuje z njim in to, ne, in potem so ga, joj, še ta vloga, pa uno, pa treto, pa ne za Kriegerja, nekaj, on je gledališče, on je bil blazen gledališki igralec in to. In rekel, no vidite, v tej vlogi pa jaz ne vidim čisto nič. Ne. Se pravi, kako različno tudi vidimo neke stvari. Včasih mislimo, kako smo nekaj super naredili, pa kako smo dobri, pa ljudje rečejo za en klinc je bilo. Ali obratno, včasih misliš, da nisi nič naredil, pa rečejo, danes je pa super. Na katero svojo imitacijo ste bil pa najbolj ponosen, oziroma katerega ste najbolj skinil po domače rečeno, da ste rekel, to pa je res, to sta brez dvoma dva. Eden je bil Franjo Tudžman, drugi je bil Janez Drnovšek. To ljudje niso vedeli, kdo je kdo dejansko v resnici. Ja, tisto je bilo, recimo Čiro Blaževič je bil gost, Čiro Blaževič je bil blazen podpornik Franje Tudžmana in tako naprej, HDZ, in je bil gost v oddaji, jaz sem pač, kakor da se Tudžman oglaša iz onostranstva, ne, in potem je prekinil oddajo, stop, moram videti, kdo to govori, kdo to, in potem me vidi, liči na njega, takav je bil, kak je bil in sploh se ni mogel pol odlepiti od tega, tako je bil presunjen, ne. Skratka, to je bil, tudi fizična podobnost zagotovo obstaja, sej Tudžman je imel velik nos, jaz pa tudi, ampak to je bil... Če smo vedeti, kaj reče, za tiste, ko imajo velik nos. Kaj iz vašega foha. Torej, fizična podobnost, je pa res, da sem moral naštudirati hrvaščino. Jaz nisem hotel kot Tudžman govoriti ali na pol slovensko ali pa neko srbo-hrvaščino. Jaz sem moral to naštudirati, da sem lahko tudi na odru ali kjerkoli to počel. Potem drugi lik pa sigurno Janez Drnovšek, brez dvoma. To je tudi trajalo, da sem ga dojel. In to sta bila dva lika, ki sta bila zame najboljše narejena, najbolj verodostojna. Je pa res, da jaz sem vedno težil k temu, da ne govorim nič takega, kar on ne bi res govoril. Oziroma vedno sem pazil, da nisem zahajal v neke... Jaz sem ga hotel vedno tako narediti, da tudi če bi on to videl, da ne bi mogel reči, da neki... To je zelo podobno kot, ne vem, gledate kakšen vojni film, zlasti danes, ko posnamejo kakšen vojni film iz tematike še vedno druge svetovne vojne, pa so vse uniforme skup znešene, ali kakšne nemške, ali vse neki skup znešeno. To mora biti verodostojno ali pa tega ni. In to je igralski pristop. Če nekaj ni verodostojno, potem ni dobro. Serpentinšek je pa potem... To sem hotel, če smem, predno boste rekel, v današnjih časih, ko je vse sporno, ko se zameriš ženskam, se zameriš gejem, se zameriš lezbikam, se zameriš feministkam, še komedijanti, tudi ameriški, recimo rečejo, kaj narobe in zgubijo ta danes je šlo to v skrajnost. Ampak zelo veliko, in to tudi mene zelo moti, ampak vas Serpentinšek danes po moje več ne bi bil mogoče, bi ga prebili na križ, tistega, ki ga bi delal. Saj so tudi takrat. Sam je šel skozi, mnogi bi bil zabaven. Sej moram iskreno povedati, da najbolj so se zabavali ženske. Jaz sem nikoli pozabil nastopa v Sevnici, ali kje je bilo, mislim, da so imele kmečke žene, so imele srečanje ali občni zbor ali karkoli, to je bilo res ogromno in jaz začnem in jaz kaj takega nisem še videl. Ampak zakaj? Zato, ker sej nisem nič takega govoril, kar bi sej potem sem imel tudi en ženski lik, ki je pa z druge strani. Greta. So pa vsi bili, imela več mož, pa vsi so bili pijanci, pa no good, pa ne karkoli. Skratka, ženske so bile moja najbolj hvaležna publika, ampak jaz se nisem iz njih norca delal, da se jaz zdaj iz njih, jaz sem samo pokazal tisto najbolj
zarukano ruralno moško logiko. A ne? To je v bistvu, ampak to je igralski, veste, danes je to težko delati, ker ljudje niti ne vejo, kaj je teater. Ljudje so prvič spoznali teater preko Špas teatra, to je bil za njih in pa hvala Bogu, da je Špas teater, ker jaz bi si tudi z veseljem tam še kdaj kakšno vlogo imel, pa kaj naredil to, kar Urša Alič dela, je to, kar je ona naredila, to samo kapo dol. Ampak ljudje so danes, veste, ljudje danes poznajo, ne vem, Jernej Šugman, pokojni, igralec, Pa so ga najbolj povesili. Veso. On je lahko naredil v teatru Hamleta, recimo. Hamleta, Kralja Lira, ne vem kaj je vse delal, nobeden ni vedel. A ko je on Veso, on je bil Veso, ker se ljudje danes plehek čas je. Izjemno plehek in drugi časi. No, ampak danes imam občutek, da bi ženske tega Serpentinška bi ga pribile na križ. Ma ne vem, če jaz... Feministke bi ga, ne? Dobro, zdaj sva, veste, kako bom povedal, ne? Meni se je zdelo, zadnjič sem zasledil Jana Plestenjaka v enem pogovoru, pa ne vem s kom, ampak klip sem zasledil. In to, kar je on povedal, se mi zdi izjemno razmišljanje zdrave pameti. Se pravi, on je povedal, tako kot, oziroma tako je rekel, da nam narobe povedal, ampak tako je rekel, da ni ženskih in moških poklicev. Smo enakopravni, enakovredni in vse, je pa res, da se od posameznega spola določene stvari pa bolj pričakuje kot od druge. Tako kot se od ženske bolj pričakuje, da bo skrbela za otroka, da bo to, se tudi od moškega na nek način je bolj logično, da bo znal kaj pošraufati, da nekatere in da je treba to tako gledati. Zdaj naj bo Nika Kovač, naj bo tožila. Ne bo. Jaz pričakujem zdaj. A pol je v redu? Midva velika prijatelja. Ampak Jan Ples, tako sem ga jaz razumel in to, kar je on povedal, ker on je za mene eden izjemnih ljudi. Pustimo, kaj je tudi on skozi kariero požaril. Z njim sem imel podcast, tri podcaste nazaj, sem bil pri njemu doma, mi je klavir igral, smo se posneli, fantastično. Zaničevan bil, vse so se norca z njega del, ne vem kaj. Ja, pojdi ti napolni Cankarjev dom, pa ne vem kaj, pa Stožice, pa nekaj. Ne? Skratka, in on je tako povedal, no, jaz sem to tako razumel, da seveda enakopravnost mora biti in že zdavno je. Če sem jaz doma v hiši, mislim, da ogromno krat imam sesalco v roki, skuham zdaj sicer manjkrat, ker tisto, kar jaz skuham hčerkam, saj starejši ni toliko všeč, ker to. Zato, ker krušni peči kuhate, ne? Ne, tisto ne. Se pravi, skratka, ne vem, preoblačim postle, vse to tudi jaz delam. Kaj bi jaz rabo doma enega, da bi to namesto mene delal? Ja, če me samo za to bi še pristal. Ne, hočem reči, da vsi moramo vse narediti. In ni ženska tista, ki je dolžna vse v hiši narediti, moški pa domov prišel, pa na kavč padel, pa ne bo nič naredil. Ampak vseeno se pa od moškega bolj pričakuje, da bo travo pokosil kot od ženske. In moški tudi mora biti moški. In moški mora tudi danes avto popravljati, razen če imamo kakšne stare kripe doma, ker imam jaz, lahko kaj popraviš, drugače itak ne. Ampak so nekatere in zato jaz tega, da bi me danes pribili na križ, mogoče kakšne ultrafeministke, ampak jaz mislim, da noben ekstrem ni dober. In kot je bilo, poglejte, kdaj so v Švici šele ženske volilno pravico dobile. V 70 letih.
Pa imamo Švico za ne vem kaj. No, meni to tudi ta moderni, sej je prav, da so se te MeToo zgodbe, ne pa cancel kultura, da so se spravili na tisti, ki so imeli res veliko tega, bom rekel, za sabo, ampak tako ste sam tudi pravilno gotovo, ta ekstrem, to, da je vse sporno, da je vse nevarno, Mi smo bliže, nič več se ne sme. Mi smo bliže za časa Jugoslavije napredna družba. V Jugoslaviji, ko je bila Slovenija še znotraj Jugoslavije, so ženske hodile v službo, ne samo, da so hodile v službo, tudi funkcionarke so bile, pa spomnimo se, ali pa, ne vem, pa Milka Planinc, pa Pepca Kardel, pa ne vem, kdo so vse bile, ne? Ker to je bilo pri nas že zdavnej, kot rečeno, v Švici so pa šele v 70-ih letih volilno pravico dobile. In a veste, kaj mene zmrazi, ne? Beseda ženske kvote. Ko sem jaz prvič listo sestavljal za občinski svet, jaz sem imel bolj problem, da sem imel premalo moških na listi. Kaj niste mene poklical? Če ste imel toliko žensk, niste sprave občine. To bi jaz naredil zgodbo, takoj. Ja. Jaz se na ženske spoznam, namreč ne za to. Ne? Ja, dobro. Ne pusti ne bom posegal. Okay. Ampak sem imel več žensk, recimo. Potem se spomnim, ko sem bil predsednik vlade, pa smo imeli bilateralni s kitajskim premijerjem bilateralni pogovor. Na oni strani samo moški, pri meni pa mislim, da 2 sta bila moška, ostalo vse ženske. Ne? Se pravi, jaz s tem nimam težav in nehajmo gledati na to. A veste, tako tudi vsi moški ne vozijo avta dobro. In še česa. Ne? Zame je človek sposoben ali ne. In to je edino, kar in pošten ali nepošten. Jaz ne ločujem po spolu. Mislim, da moramo mi, kako smo nenapredna družba, da moramo mi kvote uvajati zato, da dajo nekateri ženske na izvoljiva mesta. To hočem povedati, pa sem to enkrat povedal, na tak način me je napadla ena urednica, sej drugač se danes, mislim, čisto dobro razumeva, vsaj vtis imam, da ni jezna nič name, ampak je takoj napisala uvodnik, kakšno ruralno sem pa zdaj povedal. Ampak jaz sem samo rekel, ljudje smo. Jaz ne ločujem med tem, ali je nekdo moški ali je ženska. Razen v posli, to pa ločite. To je druga zadeva. Mislim, smo moderni družbi, meni vse. Govorim, da ne moramo, ne determinira sposobnosti spol. To sem hotel povedati. In tudi, zdaj, če se vrneva k temu serpentinšku nazaj, še veliko ga je po YouTubeu in ljudje mi povedo, zadnjo sem srečal v Bruslu eno, ne vem katere, je zelo mlada ženska, zelo mlada, mislim, da tam neko pripravništvo dela in pravi, jaz sem pa vas v otroštvu občudovala. Kot serpentinška. Ne, to je bil kultni lik, ne. To nima kaj, to je bil kultni lik, ne. In je mlada ženska popolnoma emancipirana. Pa se ji dopada. Ne samo emancipirana, izjemno sposobna govori, ne vem, jezikov. Torej je še upanje, ne. Ja, zagotovo bo pa pri nekaterih ljudeh vedno če bodo iskali, bodo našli. Ampak jaz se držim tega, da noben ekstrem ni dober. A veste, kot v šolah, včasih so otroke s palco, pa brezovo šibo, pa ne vem, če je dober dan narobe rekel, so jih garbali, so jih pošiljali v kot, na koruzo klečati, ne vem kaj vse. No danes pa skoraj učenci to učiteljem počnejo, ne? Se pravi, iz ene skrajnosti smo mi prišli v drugo. Zakaj za božjo voljo mi v tej družbi, svetovni, planetarni, katerikoli, ne moremo enkrat živeti po neki zlati sredini, pa po nekem, zakaj vedno nek ekstremizem, zakaj moramo vedno neki,
ne vem, ne razumem. No, ampak pač. No, pa če se mogoče v tem najnem zadnjem delu pogovora še malo žensk dotaknemo, ne, če smemo. Ne. Kdaj ste opazili, da ste najbolj ženskam všeč? Kot humorist, kot predsedniški kandidat, kot šef vlade, kot obrambni minister, kot evropski poslanec? Kdaj so vas najbolj, pa pozama, da imate ženo, ne, kdaj so vas najbolj nadlegovali v smislu, da ste videli, da ste zaželeni? Ne? No, glejte, jaz, če vam povem, da nikoli nisem recimo igral ljubimcev in da tudi nisem nek bom rekel, lepotec. Ja. Ne, tako da ste pa zelo simpatični. Ne, ste zelo, tu boste zelo simpatični. Ne, ste. Kakor komu. Ne, pustimo. Ne vem, kakšna so sicer vaša nagnjenja. Ampak čist straight, sam rad pa pohvalim vredo moškega. Ja, no, ste nimam težav. Sej tudi jaz opazim pri moškem, ali je tak, da je, bom rekel, simpatičen ali ni. Jaz ne bi zdaj rekel, da so me ravno kadarkoli oblegali, ker nisem tip moškega, nisem bil tisti tip moškega, ki bi bil, ne vem, vsaj jaz nimam tega vtisa, pa tudi verjetno ni tako, da bi bil nek lepotec ali pa nekaj, recimo, če sva prej Gina Hackmana omenjala. Je rekel, da ni mogel verjeti, da tako šmak je uporabil izraz, se pravi, da en tak poprečno izgledajoč moški postane taka zvezda. Recimo, ker so nekateri moški, ne, ki so že na prvi pogled, ko jih vidiš, ne, recimo, rečeš, celo kot moški, rečeš, no, ta je pa. Tako da jaz ne bi zdaj, je pa res, da je verjetno različno, ne? Nekatere ženske so take, da pač, vse so kakšni klipi kdaj na internetu, ko se nekdo preobleče v reveža, pa to pa ga ignorira, potem pa ima avto dobrega z njim. Ja. Ampak tako mislim, ta fan mail, ko ste ga dobili, no? Ni bilo nikoli več ali manj, skozi enako. Ja, veste, ko si poznan ali slaven, ali kako zdaj beseda. Si ženskam zanimiv? Ja, dobro, ne bom rekel, da verjetno ne, ampak ni pa zdaj, da bi ravno špohtel človek rabo, pa ni bilo si. Neka rock zvezda pa niste bil, to je pa res. Ne, to pa se pravim, nisem tudi tip moškega, ki bi... Kaj pa ta vaša, ko ste rekel, ta vaša asistentka Janja, ne? Jaz sem z njo začutil med mano in njo sem začutil eno tako pozitivno energijo, ne? Je to kakšna zgodba, mislim, se bi dalo tukaj, vi kot ste njen nadrejeni pravzaprav, ne? Je kakšna zgodba tu možna? Ja, zdaj ne vem, v kakšnem smislu vi to govorite. V vseh smislih. Ja, lejte, jaz mislim, da ona je izjemno sposobna ženska, ki pač ima, bom rekel, neko pozitivno tudi karizmo in kakorkoli. Zdaj, kako ste pa vi? Ti bi lahko za mene rekel kako dobro besedo, ne? Recimo, če smo že tu, ne? Mislim, glede na to, da ste evropski poslanec, da imate neko vpliv, ne? Na njo. Jaz mislim, da je pa ona tiste kategorije ženska, ki je pa zelo slabo prenaša neke pritiske in kakršnokoli podcenjevanje. Pritiske, dobra, lepa beseda. Ona sama izbira ljudi, moral sam se ki so kulturni. Čeprav mislim, da nima smisla, da začnete, ker gospa je poročena. Tako da... To ne boš, vsaj problemov ne bo. Ja, ne vem. Jaz vem. Ok, gospod Marjan, to vprašamo vsakega gosta, pa tudi vas. Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj? Kdaj nazadnje? Če sem prej razlagal, mogoče pa res ni bil sicer nek orenk jok, ker smo bili vendarle v javnem prostoru, ampak ko sem gledal hčerko na odru, tisto, ko sem prej razlagal, takrat, recimo, če bi bil sam nekje, bi imel solze, bi jokal, recimo, ne. Ampak seveda, ker smo bili v javnem prostoru, se mi je orosilo oko, nisem pa... Jaz namreč vse zadeve doživljam zelo notranje. Jaz se tudi
redko smejim. Po televiziji, če gledam kakšno stvar, mi je lahko blazno smešna, pa se ne bom smejal. Ne boste smejal. Ne, ampak... Ko vas je Pahor premagal, ste joko? Ne, takrat nisem jokal. Bil sem, kaj jaz vem, po eni strani vesel, da je konec. Okay. Ja, to je bilo mogoče, bi rekel, to je bilo nazadnje, je bilo prav ta moment. Drugače pa, ja. No in če za na koncu obrnemo malo na eno zgodbo, vidim, da velikrat mi to Gartnerjev bordel vdajo omenjate, ki je že nekaj časa ni, ampak očitno ste jo gledal, ne? Te pornese pa znane Slovenci, ki so v spolnosti govorili. Jaz takrat že spim. To ženi, razlagajte meni, ne, ampak če zamenjamo vloge, no, pa ste vi zdaj v vlogi spraševalca, pa imate 3 vprašanja, ko me jih lahko vprašate. A vi ste pa pornesa? Ne, jaz sem isto Gartner, vse sem vedel, ampak jaz sem isto Gartner. Kaj bi me vprašali, 3 vprašanja vam dam, to ni bilo pripravljeno, ker vedno upam, da gost ne bo vprašal nič, ampak imate šanso. 3 vprašanja karkoli, pa bom se potrudil biti iskren. Ja, da vidimo vas zdaj. Kaj vas je navedlo na to, recimo, da ste šli v tak tip oddaje, oziroma da ste si dali celo tisti nadimek? Fucking? Ja. Isto fucking Gartner, ja, ki ga zdaj opuščam občasno, ampak dobro. Ja, kaj vas je gnalo k temu, da ste se lotili take za marsikoga tabu teme in da ste tam z ženskami, bom rekel, bili zelo neposredni. Mislim, seks, erotika, spolnost, to je bil nekako skozi moj drive. Ne. Jaz sem en komad ginekolog pred leti, takrat ste bil zelo mlad. To se spomnim. In potem smo naredili tudi takrat eno zgodbo, takrat sem ta lik odigral, mislili so vsi, da sem res ginekolog, da imam ordinacijo v Celju, ne, na ta račun se še danes smejimo. Ta neka vdaja, ne, je bila pa skozi želja narediti eno vdajo v seksu, ampak ne olepševalno, tako se res mi doma pogovarjamo. Sprav, ti zagotovo svoji ženi rečeš, hej, draga, greva se ljubiti. Če si pravi moški, boš rekel, ti zdaj pa takle. Sam to zdaj ne smemo, ker smo kulturna, ker smo v vaši krasni pisarni evropski, ne? Pa tu gre piše Irena Joveva, ali kaj gre, moramo paziti. Moramo paziti. Ampak sem rekel, dajmo narediti oddajo, kjer smo ljudje takšni, kot smo res. In kjer uporabljamo izraze, takšne, kot jih res uporabljamo, ne bi blefirati z nekimi vaginami, pa penisi, tega doma ne govoriš. Če govoriš, pa imaš resen problem. Ne? In smo šli v to zgodbo in pa sem ugotovil, da taka vdaja manjka, da ni nobeden, ne vem, predstavljal te pornozvezde z takega vidika šel na te velike erotične sejme od Berlina, Prage, kamorkoli smo šli, ne? In dejansko jih približal ljudem mogoče na način, ki jih niso tako poznali, ne? In jih predstavi, češ tudi pornozvezde so ljudje, če rečemo tako, ne? In sem dejansko užival v tem, pa sem pa videl, koliko je seks še vedno tabu v naši družbi, to me pa zaskrbelo. Ne? Jaz sem res bil zelo, mogoče za mnoge malo preveč vulgaren, kar me včasih zdaj tepe in ne pridem mogoče kdaj tja, ker se me kdo boji, ampak vidi, da znam tudi brez tega, če želim. Ne? Ni treba skozi provocirati, pa grdo govoriti, ampak videl sem, kako smo mi... To imate isto, potem ste zaznamovani kot jaz serpentiško. Tako, evo pa smo tam. Ne? Ampak videl sem, kako so ljudje glede tega še vedno v srednjem veku, kako so nazadnjaški, kako je to problem, kako se o tem bojimo pogovarjati, kako mnoge znane Slovenke, Slovenci, ki so bili tudi gostje, povejo, ne vem, da obožujejo to in izgubijo oglaševalce. Ljudje jim pravijo, kaj si pa ti tam govorila, si ti normalna, kaj se pa ti greš. Ko sem jaz to opazil, sem rekel, da moramo še pa bolj. Ne? Zdaj pa ne smemo nehati. In to je dejansko trajalo res enih 7-8 let, eno lepo obdobje, ne? In potem sem zdaj nekako, po moje, še vedno najbolj znan, čeprav sem marsikaj drugega tudi počel. Tudi dobrodelni koncert, tudi otroško oddajo, by the way, ne? Pa zdaj podcaste in marsikaj, ampak ta Gartnerjev bordel, ta isto Gartner, kralj seksa. Ne? To je ostalo. Ne? No, ja. Recimo, zakaj sem to vprašal? Sej odgovor je bil tak, kot sem ga nekako tudi pričakoval. Odgovor je bil, ker sem si mislil, da je to tako. Zdaj sem prišla do tega, ne, v bistvu, kako
v Sloveniji, ne vem, aj drugje tudi tako, ampak v Sloveniji te to neka stvar zaznamuje. Ne vem, tako kot je, dobro, mogoče tudi drugje, Inšpektor Derrick ali pa Columbo ali pa te serije, to so celo življenje to snemali in za njih je to, za ljudi je to. On je ta. In isto vas, isto mene kot igralca ali kakorkoli. Zato v bistvu zdaj sva prišla do te iste stvari, da kako se neka stvar prime in potem kamorkoli, lejga Gartner. Je pa res, recimo, ko sem igral v eno manjšo vlogo, vloga za Emo, Špeto Metulja, potem lansko ta zgodba o tem avtistu, pa sem pol vodil te premiere, to je bil mladinski film, ni pa noben Cineplex je takrat bal, kaj bo rekel, pa je rekel režiser, ne, isto že ve, on bo že to naredil in ni bilo nobene pripombe potem tudi od gledalcev, tako da sem pol bil vesel, da znajo pa ljudje vendarle, ko je pa treba vseeno preklopiti, hvala Bogu. Pripelješ v pravo atmosfero. Ja, hvala Bogu. V kontrolirani atmosferi, ne gre to kar na cek, ampak mora biti kontrolirana atmosfera in jih potem pripelješ do tega. Drugo vprašanje? Komu ste se zamerili, da tak rekelc nosite? To je zdaj v bistvu gleda to, da me 10. marca čaka roast v Celju. Časa vi nimate, ker je ponedeljek, me bodo znani Slovenci in komiki me bodo spekli na odru in očitno že vi ste eni izmed njih, čeprav ne vem. Kaj ne rečem? Nisem. Ta rekelc izjemno dobro izgleda na kameri. Boste videli, ko si boste to ogledal. To je sicer Jolanda Thaler mi naredila, bil je predrag, tako da Jolanda, če gledaš, tu si šla pa malo predaleč. Ampak je fajn, ker imajo rožice gor. Noben ga nima. Včasih je imel Boris Kopitar, butik resnik. Pred 400 leti. Ja, ne, zanimivo. Noben ga nima. Mislim, občudujem vas, vas ne zafrkavam, ampak jaz v takem rekelcu recimo ne bi mogel iti po cesti. Vse noben ne bi mogel iti. No, tako, moje si lahko sem jaz dovolim. Ja, in to vas dela pač. Zdaj vem, kam me na roastu čaka, da me bojo tudi glede oblek si privoščili. Mi je jasno, ne? Tako da, ne vem, zakaj ste se lotili podcastov, kaj doživljate ob tem, ali to potrebujete tudi zato, da vas navda z novo energijo, ali potrebujete tudi zato, da vidite, da imajo tudi drugi ljudje probleme, ali potrebujete to tudi zato, da odpirate neke teme, ki jih mogoče na neki televiziji, ki je ukalupljena, ne bi mogli in da ste tukaj bolj svobodni. Zdaj, glede na to, da me ni bilo lansko leto na televiziji več, ker sem zapustil ta sistem, mi je rekel dolg čas. In sem rekel, kaj če je pa ti isto začel s podcasti, ampak dobro, ti nisi youtuber, ti si TV človek, ampak daj ti probi, pravi za ekipo, snemalce. Sem rekel, ne, daj ti to kar sam, telefon, tale stojalo, mikrofoni, pa gremo. Zdaj, koga boš pa imel? Lej, poznaš vse, prišel boš do vseh. In smo začeli najprej s takimi gosti, ki so bili bolj za mojo dušo, pa so naredili bolj skromne rezultate, če rečem, ker če nekaj delaš, je vsem fajn, da imaš nek doseg. Pa sem pa rekel, čakaj, se bo pa treba narediti nek rock'n'roll. Je bilo treba iti v slovenski parlament, v naše Urške, dobiti tudi nepoljub, narediti škandal stoletja. In takrat se je začelo dvigovati. In sem rekel, čakaj, to je ta zgodba zdaj, biti malo nor, se pravi, ne pozabiti na to, kar si ti Istok, in uživaj. In zdaj te podcasti, zadnje čase ugotavljam, da televiziji tak ni več pogovornih oddaj. To je problem. So samo še neki licenčni šovi, reality šovi in tako naprej. In to manjka in zadnje čase ugotavljam, da kar se v podcastih zgodi, gre vse posod. Ne več, kar se na televiziji zgodi. Kar zdaj ne vem, koliko je dobro, no za tisti, ki podcaste delajo, je to dobro. Transformiramo se, ja. Očitno pa še nekaj je, dejansko je takle podcast pogovor znatno bolj, no jaz sem bil tudi navajen na televiziji biti zelo sproščen, ampak pri podcastih je človek veliko bolj sproščen, kot je na televiziji, ko so kamere, pa lučke, pa gor dol in mogoče so te pogovorčki mi zelo simpatični in jih delam rad in tudi rad grem na teren, od nobenega nisem odvisen in zdaj cel ta nabor gostov, ki se je že zgodil, ker se komi ogrevam, imam še hude plane, zgleda, da me je začel drivati in ko meni nekaj driva, pa hočem to res narediti na polno. In hočem imeti tega, pa bom imel unga, pa tretjega in na koncu misliš, ta pa ne bo za,
pa je ravno ta za. Ne? Tako sem prej videl recimo Plestenjaka, ne zdaj, da smo največje prijatelje na svetu, ampak sva prijatelja, ampak tudi, da te on, ne vem, povabi domov k sebi, da ti igra klavir, tega drugi nimajo. Ne? Da te Marjan Šarec povabi v svojo pisarno, ne? To tudi ni kar tako, bodimo iskreni. No, lepo slišati. Pa da gospa Janja tu za vogalom nekaj spremlja, čekira, to ni mala stvar, to moramo vedeti. Ne? In kakorkoli, ko ste me že to vprašali, res, ne, uživam v tem, če dalje bolj, in kot kaže, če se še malo potrudim, ne, se zna zgodi, da bi morda celo od tega začel živeti lahko, ne? Ker se to kar hitro, to širi, to se ko viro širi. Ne? Ugledi, dogajanje, ljudje čvekajo, novo publiko dobiš na ta način. Zdaj mi manjkata samo še Golob in Tina Gabrova, če njih dobim, pa od tega začnem živeti. Ja. Tako da tu na vas apeliram, ker ste v isti stranki, ker Janja Sluga je verjetno premalo močna, da to uredi. Vi ste pravi človek, da mu rečete, Robi, Tina, Gartner je fajn fant, naslednji teden, da sta z njim tukaj in gremo naši. Ne? Ja, glejte. Glejte. Pustimo zdaj to politično pozo. Zdaj, ja. No, to pravim. Ne? Ker tukaj zdaj od vas naprej bo težko. Jaz mislim, da če boste vi tam naslovil lepo... Sej že moja prošnja, že v kabinetu. No, potem že, pa mislim, da ne bi smelo biti... Pahor je pa rekel ne. Oziroma, njegova ekipa, da trenutno malo bo počakal, pa sem pa naštel, koliko vse sem imel, bo še pa malo razmislili, ne, malo se me boji. Zdaj, ko pa mene videl, pa sploh ne. Ja, to mi je jasno, ne, malo se me boji, ker Pahor pa ni navajen, da je kdo lepši od njega, ne. To je problem. No, teh težav pa je snijem. No, dobro. Zdavnej se sprijazno, da nisem lep. Ste pa pametni. Ja, in to zelo, ne, pa tudi zelo simpatičen. Mogoče, gospod Marjan, vidiš, mogoče res ob koncu, to smo pozabili prej na hitro, še samo ta evropsko poslanstvo, mogoče na hitro, samo za naše gledalce, ki mnogi ne vedo, da evropski poslanec ni skozi v Bruslu, da hodi domov, morda celo večkrat, kot si ljudje mislimo. Dajmo to mogoče ob koncu še ta misterij malo pojasniti, bomo pa zaključili. Absolutno, tisti, ki ste še z nami. Sigurno bodo. Sigurno bodo. Ja, sigurno v ponedeljek potujemo gor, načeloma je to tako. Zdaj odvisno, če je kaj drugega, to vsak po svoje, ampak načeloma je ponedeljek gor, četrtek nazaj iz Bruslja z letalom, enkrat na mesec je Strasbourg. Koliko je let dolgi? Uro pa pol tam nekje. Enkrat na mesec je Strasbourg, tja se nekateri vozimo z avtom, potem je tudi delo v Sloveniji, tako kot danes, recimo danes je, ko to snemava, je petek. Petki so namenjeni za delo doma in take zadeve. Bil sem tudi na eni proslavi. Tako da to je to. Potem so pa seveda, vrnil sem se pa tik pred tem pogovorom, pa tudi iz Bosne in Hercegovine, ker sem bil član delegacije odbora za obrambo in varnost. Spet obramba. Ja, sem član odbora za obrambo in varnost, potem nadomestni član v odboru za zunanjo politiko, polnopravni član v odboru za transport in pa stalni poročevalec za Črnogoro. Se pravi, Balkan nekako pokrivam na ta način, tako da sem se spet z avtom vrnil z Bosne in Hercegovine, izjemno rad potujem z avtom, če se le da. Sam, ker jaz sem najbolj trpel, ko sem se moral voziti zadaj. Jaz sam rad vozim, zdaj za nekoga, ki ne vozi rad, je to seveda muka. Potem se ti seveda tudi na poti kaj zgodi, se ti zgodi v Strasbourgu pred hotelom, da ti kuna vakuumsko cevko zgrize, pa potem žival kuna, ja. Ostaneš brez turbine, pa potem po Nemčiji poiščeš servis, pa ti hitro cevko zamenjajo, pa tako naprej. Čakaj, kuna je pa ti stop tudi svrdirbala? Kuna, ja, ne vem, če je bila tam kuna. Okay. Ja, tako da Marder, med drugim nemški izraz za kuno je Marder. Marder je pa tudi nemško oklepno vozilo, ker Nemci dajejo vsa imena vojaškim vozilom po teh divjih živalih. In zato je leopard, pa tiger je včasih bil, pa Marder je pa transportno vozilo. No, skratka, to se mi tudi je zgodilo. Kaj pa poslušate z eno musko?
ko se furate? Predvidevam, da poslušate muziko, ali ne? Ja, poslušam pa Bayern 1 tam po Nemčiji, kjer imajo v bistvu šlagerje nemške? Ne, sploh ne, ravno nasprotno. Oni imajo večinoma 80 zelo malo nemške glasbe, večinoma uspešnice 80-ih. Po Avstriji poslušam Ö3, kjer je podobna zgodba. No, tik pred Strasbourgom pa Bayern 1 ne lovi več, tam je pa tudi nek tak radio. Nimate CD-ja noter? Ne, CD-ja sploh nimam več, ker imam samo SD kartice in ampak vedno radio poslušam, so tam tudi prometne informacije, vse in ta glasba, se pravi pop hiti v glavnem in se pravi vsi mislijo, Bayern 1, da so ti Hansi Hinterseer in ne vem kdo, sploh ne, nasprotno. Tako da to poslušam, vedno imam radio v avtu, ves čas. Po Sloveniji pa poslušam tudi Aktual, tudi Radio 1, tudi Veseljaka, kadar mi zapije. Jaz sem namreč ljubitelj te glasbe, čeprav narodno zabavna, čeprav ta sodobna mi ne sede. Smo zanjsko Šmrlo imel šimfala, smo bila glasna na to temo. Malo smo stari ratali, tudi mi, malo je pa tudi Či smo stari za Andrek, res je za Andrek. Se pravi, tako da imam rajši, bom rekel to, klasiko. Zdaj že tudi pri narodno zabavni že obstaja klasika, se pravi Franc Mihelič, Slak Avsenik, eno so kvinteti, eno so Frajtonarca trio. Skratka, to poslušam po poti in tako. Bil bi pa greh zaključiti, ker vidim, da ste velik ljubitelj filma, vsaj tako ste zdaj vmes parkrat mi zajadro v to filmsko sceno in jaz tudi sam orjaški fan. Imate top 3 filme, za katere bi umrli? Jaz v življenju nikoli ne določam, kaj je top, pa kaj ni, ker sem vedno od razpoloženja odvisen. Enkrat mi to bolj sede, drugič mimogrede sede je izraz za odbor za varnost, security, defense, kar mi bolj sede takrat. Bi pa vsekako rekel filmi Clinta Eastwooda. Ste velik fan Eastwooda. Ja, izjemen. Filmi Gina Hackmana, to so mi ti igralci, ki so mi blizu. Če smemo skočiti, Gene Hackman, veste, kjer film je, ko je meni njegov najljubši, Al Pacino zraven igra in je premalo cenjen, gre pa za enega najboljših filmov vseh časov, po mojem mnenju. Kaj poznate? Kako pa je naslov? Scarecrow je naslov. Strašilo. Če niste to pogledali, Al Pacino pa Gene Hackman, sicer je Zlato palmo, Kano dobo, ampak je premalo cenjen, ta film si morate nujno pogledati. Sej ogromno filmov je, ki so... Ta je, wow. Potem kakšni filmi, ne vem, zadnjič sva z mlajšo hčerko gledala Most na reki Kvej. Bravo. Jaz sem ljubiteljski zgodovinar po duši in tudi povsod potem so mi všeč oldtimerji, pa so mi všeč ti starejši filmi. In mlajša hčerka mora reči, da to ima pa pomen, da sva gledala tudi celo Bitka na Neretvi zadnjič in take filme. Tako da nimam nekih top, ker bi delal krivico, ker je toliko tega, da ne mogoče, ampak res filmi Clinta Eastwooda, tako tisti, ko je on bil, ne vem, Dirty Harry, in potem je prešel in njegovi režiserski podvigi so pa, kako je on naredil to transformacijo iz For a Few Dollars More, potem v te globoko pisma z Iwo Jime. To je fascinantno. Drugi del te trilogije. Kako je to narejeno in kako pokaže Japonce. Ali pa, recimo, zadnjič sem gledal, retrospektiva je bila na nacionalki Das Boot. Wolfgang Petersen, Wolfgang Petersen, Jürgen Prochnov, odličen kapiten lojtnant, kako pokaže, kako so oni tudi trpeli. Ni življenjsko, res trpljenje, težek film, podmornica, zadušljivo. Skratka, rad imam, ne maram romantičnih komedij, tega ne gledam.
ne gledam niti, nasploh komedij moram reči, da ne gledam. To sem pa presenetil. Razen Louisa de Finesa, Tega ste fan, ne? to sem fan, Bourvil, Louis de Fines, Francoska scena. pa kakšen mi je bil všeč, kakšen ali je pilot v letalu, pa Leslie Nielsen, pa to, ker mi je bil všeč zaradi tega, kako je on parodije delal na druge zadeve, kako je mimogrede noter potegnil. To si mogel gledati petka česka, da si vse štose opazil. Pa poznati še vse drugo. Drugače pa komedij, ne gledam romantičnih komedij, ne gledam, gledam rad vojne filme, zgodovinske filme, resno tematiko v glavnem. Mislim, ljubiteljski zgodovinar, zlasti v smislu 20. stoletja, bitk, generali, tretje, ne vem, vam znam našteti kakšne te druge generale. Se pravi, take filme jaz rad gledam, včasih tudi kakšne bolj umetniške, če so narejeni tako, da zdržiš do konca. Dobro, tudi slovenska kinematografija, zdaj je to čisto druga zgodba, kot je bilo včasih, ko je Klopčič režiral, ko so pol ure cigareto prižigali, pa noben nič rekel, pa ni vedel, zakaj se gre. Danes je to popolnoma druga zadeva. Ne vem, Nabršnikovi filmi, z njim so bila sošolca, pa za to. Ja, in se tudi Petelini zajtrk je meni. Ja, fascinanten film, fascinantni liki. Vse tako, kot mora biti. Tudi Pija Zemljič je bila tudi moja sošolka. Pa Iva Kranc, pa Mojca Fatur. Pogledati. No, to me, Pija Zemljič me bolj interesira. Ja. Ste imela kaj? Ne, žal ne. Ona je bila seks simbol, ampak ni hotela tega povedati na glas. Vam ne morem žal postreči s čim takim, ker nič ni bilo. Tako da to so v bistvu taki žanri, taki igralci me zanimajo. Recimo kakšen film, ne vem kaj recimo sem gledal madžarski film Veleposlanik v Bernu, je naslov iz leta, ko je bila madžarska vstaja, takrat, ko je bil Imre Nač, ko so ga potem likvidirali in dva zasedeta veleposlaništvo v Bernu, v Madžarsko in potem skratka, mislim, vseh sreči so bili podnapisi, da sem, ker pač bi drugače težko. Ampak ja, madžarska kinematografija je recimo odlična. Najdeš tudi evropske nasplošno, vsega, se pravi, odvisno od razpoloženja. No. In kdo bi vas igral v filmu, če bi posneli? To bo pa težko našli takega. Bi ga mogli sami igrati. Sam, da ne bo tako, kot je Richard Barton Tita igral, zato da je bilo prestižno. Denar je res, da Tito je hotel Kirka Douglasa, pa nekak ni ratela, pa je Port Barton, ampak je pijan hodil na snemanje, sam ga je pa igral, da je poziral lepo. Meni je vseeno všeč, če so liki nekoliko podobni, sej čisto se ne da, ampak to so bili pa zdaj mogoče nekorektno ali pa tudi ne, ker je pač ravno ta vojna, ampak Rusi recimo, ko so delali še v času Sovjetske zveze, ko so delali, pa to noben niti ne pozna praktično, ampak ko je, ne vem, bitka za Moskvo, to je bila, mislim, da 4 deli so bili bitka za Moskvo, bitka Stalingrad, pa potem vse, ko so ti res bili Stalin, Roosevelt, Hitler, Mussolini, vsi tako srhljivo podobni ti igralci. In tudi so res to delali do srhljive podobnosti in tudi, ne, recimo, ker meni Bruno Ganz, ne, Der Untergang, moram reči, da meni osebno Bruno Ganz ni tako zelo podoben. No. Je bil Anthony Hopkins v filmu Bunker veliko boljši. Mislim, da je 81. Sicer govori angleško, ne, ampak je bil veliko bolj, ali pa bil je če se spomnite serije Vojna in spomin. Warren Remem, ko je bil Robert Mitchum. Robert Mitchum in je igral
tudi tisti, kaj je že tisti igralec. Ne vem, no, marsikdo je bil, ali pa recimo Stalina, ko Rusi so to imeli, celo en je dvojnik njegov bil tudi v resnici, ne, so ga potem odpustili, ko je pač Stalin umrl. Tako da rad imam v filmu, če je koliko toliko nekdo podoben. Ne. Jaz sem pač, kot sem rekel, zelo realist, ali pa moti me, če ameriške, britanske ali pa nemške ali pa katerekoli uniforme, če ni tako, kot mora biti. Ne. Eni kar popajo tiste vse gor. Zdaj smo v tej filmski debati, ki je zelo nevarna. Ne. Jaz bi se tudi zdaj z vami pogovarjal še 5 ur, sad na bojanja, počasi tam že gledam, da neki nos viha. Ne. Ampak film je film, ne vem, pojma nimam, ker sem danes dal uro na servis in je nimam gor. Koliko smo dolga? Janja, koliko smo dolga? Kaj pravi? Neki, kaj to pomeni? Pis? Preveč. Prayer for peace. No, ampak kaj pa ženo svojo bi pa skiro igralko, bi jo pa, ne rekel zapustil, ampak vsaj za trenutek pozabil. No. Veste kaj, igralke so pa bile, tega ne bi naredil, no, ampak... Če bi mogel, no. Če bi že za mene, če bi mogel. Tako daleč mislim, da ne ušlo, ampak... recimo igralke, katere so bile fascinantne, jaz spet zahajam v zgodovino. Se prav. Recimo Audrey Hepburn, Catherine Deneuve, vsi so jo spraševali, odkje njej ta pogled takšen, potem je pa razkrila, da slabo vidi. Če smo pri Catherine Deneuve, lani sem bil na filmskem festivalu v Cannu, sem na takle, ko zdaj z vami sedel od Harrisona Forda, Johnnyja Deppa, Caprija, Scorsesega, smo šli danes televizijo in Catherine Deneuve, predlani, je bila glavni poster 2 leti nazaj Canna. Sicer mičkeno je dobila na kilogramih, ampak je kljub temu bila neverjetna in se ni hotela slikati, pa je to zgovoriti, ker je rekla, da ni trenutno ne zgleda to dobro. Ja, to so bile te dame, malo hladne zgledale, tako te res, ali pa Grace Kelly, to so te igralke. Old school ste vi? Ja, old school, absolutno sem old school. Kaj pa Sofija naša, Lorenova? Ja, Sofija Loren, tako ali tako. To so Brigitte. Merlin Monroe? Ja, ne toliko. Kim Novak? Ja, to so bile te, bom rekel, je bil tudi drug čas. Ja, potem Spencer Tracy je bil s tole Catherine Hepburn. Recimo, so bile to, je bil to nek drug čas in recimo to so te ženske, ki so dale pečat Tippi Hedren, recimo, ki jo je Hitchcock skoraj uničil. Pa v Marni je igrala. Pa v Marni je igrala, ko je tale jo spreobračal Sean Connery in jo tudi potem uspešno spreobrnil. Rad imam, če je happy end. No? Rad imam, če je happy end, pa če nekako to v mojem karakterju, pa da dobro zmaga, ne da zlo nekako prevlada. Vsi ti so mi, pa ti igralci, ki so bili, pa Yul Brynner, pa ne vem, jaz sem to kot otrok, jaz sem gledal, mislim, da sem 5-6 let star, sva z mamo gledala ravno Hackmana, v petkih so bili ponavadi na TV Ljubljana neki taki filmi, pa so se s tistimi velikimi ameriškimi avti, tudi tega danes ni več, vozili in zato sem bolj old school. Od današnjih recimo, tako kot pri narodno-zabavni glasbi, sej ne, da danes ni, je pa manj. Včasih je bilo od 20 filmov, je bilo, ne vem, 19 takih, ki so ti bili, ki so imeli nekaj danes. Pa ki so preživeli. Danes je pa to vse instant. Instant življenje je danes. In vse takoj in ono in tretje. In moraš bolj brskati, da najdeš tisti film, ki nekaj ima v sebi. No? Tudi porno filmi so bili nekoč boljši kot danes, by the way. Gospod to je pa vaša sfera. Ne, ampak vam povem, ampak zdaj pa predno zaključiva tule vaš tale kamerca, kako ne rečem. Z nami? Sigurno so. Kaj bi povedal ob koncu morda najnim gledalcev, nekaj prelomnega, da bi se vas, da preseževa ta štarter, recimo, nekaj takega, da bodo
da bodo si vas zapolnili. No, mislim, da smo že kar cel pogovor, že kar povedala kaj takega, kar mogoče ne govorimo vedno, kar je za njih mogoče kaj novega. Jaz bi pač rekel, da če ste zdržali z nama, sem izjemno vesel, vam čestitam. Upam, da vam je bil ta pogovor vsaj ne preveč zoprn, če vam je bil fino, sva toliko bolj vesela. Hvala, da ste poslušali. Bi pa rekel tako, no, ko bodo pač naslednjič, ko se boste morali ali politično odločati ali karkoli. Politika je tako poklic kot vsak drugi in v njej so takšni in drugačni ljudje. In ko boste bentili čez kakšnega politika, kako vas je ali okrog prinesel ali karkoli, se spomnite na to, da vas tudi na avtoservisu ne obravnavajo vedno tako, kot bi morali, in da so tudi kakšni obrtniki takšni, ki jih potem ni ali pa ne naredijo vsega prav, in so taki, ki so. Mogoče bi morali en podcast narediti samo o tej temi, ker vedno težko poslušam, kako samo politik pokvarjen in ne vem kaj. Vsi drugi so pa zlati. Ne? Tako v politiki. Politika je, ali pa moč, je kot alkohol. Ono te ne pokvari, samo potegne iz tebe tisto, kar si. No, ta je bila dobra zdaj za na koncu. Ja. Žena pride do besede pri vas? Pride. Jaz doma zelo malo govorim, zelo malo, kar se tega tiče. Je pa res, da vse pa pritožuje, da mora biti vse po moje. Mene bi znal ponašati? Ali sem prezahteven na naloga? Težko. Kot prvo, nimam takega krojača. Okay. Kot drugo, nisem to vrstne fizionomije. Okay. Kot tretje, zgledate veliko manj, bom rekel, načeti od zoba časa, kar se barve las tiče. Mene sem starejši, jaz od vas mnogo to zdaj. Ja, ampak ste delali očitno take stvari, ki so vas mlajšale. Vas ženske me mlajšajo. Ja. No, tako da mogoče pa mi kdaj klikne, pa takrat, če pa najdem ta vaš lik, vas pa obvestim, pa bom pokazal. Zmenjeno. Dame in gospodje, to je bil fantastični Marjan Šarec. Upam, da ste, kot je že sam povedal, uživali v najni družbi. Mislim, da smo povedali marsikaj lepega, zanimivega. Ta filmska debata na koncu tam je bila fajna. To bi lahko, kot kaže, nadaljevala še dolgo v noč, pa gospa Janja ne pusti. Tako da ob kakšni drugi priliki, ko zapustite politiko, se znova snideva, ne, in udariva še kakšno takšno podobno debato. Ne. Zdaj, po vas, bo pa problem. Ne. Predlog za naslednjega gosta? Ja, poskušajte Boruta Pahorja prepričati. Ne? Sej. Zgubiti nima kaj, ne? Predlagam, da 3 dni prej ne spite, da ste mogoče, da se še malo tako mučite. Še vedno bom lep. Ja, potem pa ni upanja. Okay. Hvala lepa, gospod Marjan.